In jaz pri swinganju, jaz sem zmeri najraš the guest star. Živjo, mi dve sva Sara in Lucija in ti gledaš, a lahko to ostane med nama. Z nama je Denise Dame, najdaljše noge Balkana. Leta nismo vedeli, ali resno misliš, ali se norca delaš in še zdaj velikrat ne vemo. Dosta ljudi misli, da sem jaz moški, v bistvu trans ženska, a ne. Ne bojte se hejterjev, to so vaši skriti fani. Meni je pomembno, da je moški ambiciozen v življenju. Mislim, da iz sebičnih razlogov človek ne bi smel imeti otrok. Jaz rada sama spim, odradi svoje pa mi spizdi. Tako. A mi smo bili pri 15 že na Metelkovi, ali? Mi smo bili, samo smo pa tudi joške za čik kazalne. To so najboljši moneymakersi. They paid for themselves, you know. Srečo sem imela z obrazom, kar pa nimam sreče, imam pa zato kirurge. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Ti si ženska, za katero si upam trditi, da si najbolj kontroverzna v Sloveniji. Eni te obožujejo, pravijo, da si genialna poslovna ženska, eni greš totalno na kurac in te ne morajo videti. Tako mora biti v show biznisu, da ti narediš polarizing osebnost, ker če vsem vseeno za tebe, kdo te bo gledal, jaz sem relevantna že 10 let. Tako da očitno nekaj delaš prav, ne? Pa ja. Ja. Ne bojte se hejterjev, to so vaši skriti fani. Drugače, oni ti največ naredijo na koncu nekih pregledov in prometa. Oni pa naprej pošiljajo tvoje video. Šerova, ja. Za tiste, ki mogoče... Hejtite me še naprej. Za tiste, ki mogoče ne veste, zdaj bom še vam povedala. Ona je prišla iz taksija, takoj, ko je ona ven stopila, preleti en tip, čeljuz do tal, on kar, se lahko slikam. Mi da telefon, jaz slikam njiju. On tako gleda, jaz sploh ne vem, kdo si, kaj si, ampak, oh my god. In pol, gremo ide proti studiu, pride on spet nazaj. Kaj si že rekla, da si s telefonom v roki, piše on noter. Jaz ko njemu Denise Dame se napiše, preleti on še enkrat za nama, ko smo šli že v studio, on pride nazaj. Jaz sem nekaj ponudbo zate, bla, bla, bla. Sem tako, mi moramo iti snemat, gospod, dajte ji pisati na mail. V glavnem, kamorkoli prideš. Ja, sej tudi taksist mi je dal svojo vizitko. Je rekel, da bi me počakal do konca snemanja. Oh my god. Se drugač, si tako tak simpatičen zgledal na hiter, ko sem ga videla? Ali samo delež to zgledal simpatičen, ta taksist? Da, več verjetno je. Ok, ja. Jaz pa nisem imela očal, tako da lej. Ne vidim, jaz da daleč slabo vidim, tako da pa sem sam se mi je zdel. Pa ti od doma greš tako oblečena, recimo v taksi? Zdaj bo rekla, ne, imela sem čez eno črno stvar, ki je prosojna. Ja, tudi črna stvar je prosojna v bistvu. Ampak sam tako, da ne bi preveč zmastila tega taksija, veš, dokler, da se ne posuši to. Tako. Drugače me ni beti takšna ven, se pa bom tudi šla takšna ven. Kam pa greš pol naprej? To bomo pa še videl. Moram preveriti svoj inbox, vedno je poln. No, preden začnemo zares, za tisti, ki ne veste, njeni začetki segajo davno leto 2017, ko je na YouTube objavila Gucci haul. In kupi mi Gucci je znana fraza, ki si jo ti izumila. Ali kako bi temu rekli? Jaz sem jo sam prepričala Ne, jaz sem jo rekla, da kupi mi Gucci in kupil mi je Gucci. Ker ti ga je. Mislim, tako drugač, za tiste, ki pravijo, da si briljantna poslovna ženska, ti si v 2 dneh, potem, ko je ta video pač nastal in je bil viralen, naredila majice in začela prodajati merch. Ja, tako, to se je zgodilo v 2 dneh, od ideje, dizajna, predala sem dizajnerju, on je naredil od tiskanja in vse v 2 dneh. Pač to ne zmore vsak. To je meni crazy. Potem si bila pa 2018 slikana za Playboy, 2021 si šla pa v zadrugo in osvojila cel Balkan in zdaj si tak zvezda Balkana. Tako da, danes bomo poskusili ločiti resnico od govoric in bomo govorili o denarju, o slavi, o OnlyFansu, o zadrugi, o sugar daddyjih, o odnosih, o škandalih, o seksu in vsem, kar pa še zraven. Tako da, dobrodošla, hvala, ker si tukaj in za vse, če vas vsebine o spolnosti ne zanimajo, pa ste premladi za njih, ne gledate tega podcasta. Hvala, da ste me povabili, pa lahko začnemo. Zdaj, jaz sem tle pripravljenih nekaj icebreakerjev, to so pač vprašanja, na kjer ne rabiš kaj preveč razmišljati, sam odgovor. Tako, kaj je. In sicer, kaj je največ denarja, ki si ga zaslužila v enem dnevu?
Pa recimo tako od enega. Ne, v enem dnevu, v 24 urah, da se ti je pricingljalo na bančni račun. Joj, ne vem. To je res tako 5-mestna številka, ampak Oh my god. ne bi preveč podrobno, veste kaj. Meni je bed ljudi zdaj, slabo jim gre, da se je zdaj neki baham. Pa bom še več hejterjev dobila. To bi se pa Pa davčna gleda, tako da. Ja. Aha, ok. Sej, v bistvu nas je sem tu zanimalo, ali je zdaj to 50 evrov, 500 ali je 5-mestna številka. Tu nas je zanimalo. 5-mestna. Ok. In to od enega, imam svojega PayPega. Fantastično. Ja, ok. A ja, Dream life. tisti, ki ne veste, kaj je PayPig. Pa človek oziroma prašiček, tako ko bi rekel, kasica prasica, rečemo na srbskem, ki ti pač služi za to, da ti pošilja denar. To je cela poenta njegove eksistence. Ne? In on v tem uživa, jaz pa seveda še bolj rečem, plači mi za nohte, plači mi to, naroči mi to in to je to. In kaj ima on od tega? Pa to je posebna vrsta fetiša. A veš, on uživa, da služi nekomu na ta način, a ne? Da sem jaz boginja, on pa In ponovadi je tako, sužen. me zanima, če je tukaj pač verjetno tudi, oni ne želijo nobenih spolnih uslug v zameno, oni samo želijo, da ti dajo denar. Ta je bil iz Meksika. Jaz ga v lifeu nisem videla. A tu je vse online? Ja, jaz ga v lifeu videla nisem. On sem pošilja, on ko se mal napije, to. Jaz takoj vem, a veš, jaz znam čitati moške, pa vem, kdaj lahko kaj zahtevam. In tako da se kar dobro to obnesem. Pa ste še zmer pol v stikih. Ja, ne, v bistvu zdaj sem ga blokirala. Je službo zgubila? Včasih, ne. Včasih, če me ne uboga, jaz ga blokiram. In pol je unblocking fee. Znači, mora plačati, da ga odblokiram. A zdaj čakaš, da ti plača, da ga lahko odblokiraš. Ko bo plačal, bo odblokiran, ampak fora je v tem, da se vsakič duplira. Prvič je 50, pol je 100, pol je 200, pol je 400, 800, zdaj smo pa na Jurija 600, mislim, da. Ok. Torej Ja. čakamo. Ok, kaj je najstarejši moški, s katerim si seksala? Kao penetracija. Rečemo penetracija. 60. A to je bil Američan, ali je bil pa Ja, še kakšen? to je bil ta Američan. K starejši, vse sem bila tako že tudi z starejšima, ne? Ampak oni sem tako mal gleda, a veš, ne pride do ničesar. Kaj se a tukaj veš. ne morejo erekcije doseči? Ja. Ok. Kaj Pa še bodo- vseeno A probavate pol? imate kaj na tem sajtu, kaj za erekcijo? Da... Imamo marsikaj, sem dvomim, da tako starejšim, ful starim moškim kaj zares pomaga, veš. Kamagra. Ne, on sem To voli malo, zdravniško, da ja. gleda. Pa tako res neki prijeten gospod in večkrat tako imamo te videoklice. Ni bil tisti Pa en... ponavadi se sam pogovarjamo, veš, pa fetiš ima naprimer na nohte in vedno gleda moje nohte, sem mal vidi nohte in mal vidi tle, pa je on srečen, pa plača. Ok. In koliko ti plača za to? Pa Če ni za skrivnost. 10 minut 300 evrov. Pošteno. Okej. Ne bomo več o cenah. Ok, v redu. Nekdo to, a veš, da ne bo narobe, da se hvalim. Tle. Ne bi, glej. Prav, če ne želiš o denarju, ne bomo o denarju. Potem pa, kdo je najbolj znana oseba, ki ti je slajdala v DM? Da ti je tako pisala. Pa to zdaj ne vem, če lahko povem. Loh. Saj ti je pač pisala, se ne rabiš povedati, kaj je bilo pol. Ja, no? Pa jaz sedim iz diskrecija. Ja, Ok, fair. drugače to je pa... Kaj pa iz v redu, ja, tujine, glej. nek znan iz tujine? Sej oni ne gledajo tega podcasta, pa ne bojo vedeli, da spovedala. Justin Bieber. A ne bojo vedeli. Ne vem, verjetno bojo. Pač- Če boš povedala, bojo vsi vedeli. Ne, veš kaj, če imaš sam to profesijo, diskretnost. sam profesijo bom povedala. O, ajde. Udej. En res poznan nogometaš. Ampak po mojem, tudi če bi rekla, jaz ne bi vedela, ker jaz poznam 2-3.
Pa sej tudi jaz sem mogla zgooglati, nisem link zdaj za nogometaše, poznam sem tega Haalanda. Njih to jaz sem zaljubljena v njega. On je meni to hecan. Pa kaj imate zdaj z in njim? simpatičen, Ja. obenema, veš, ima nek šarm, ima neko Obsežen. karizmo, definitivno. A ne? Ja. Prav, tako sem bila, jaz poznam samo njega, pa unga Messi, jaz sem že slišala, pa Ronaldo. Pa od vseh 3 mest Haaland, zanimivo. Ja, jaz tudi kot 3, ampak ko sem zgooglala, sem videla, da en za dober klub igra, ampak ni mi bil neki, pa sem tako sem. A Ok, veš. profesija. Ja, A je profesija zdaj, jaz sem mislila, da to pomeni, da boš povedala eno, da ti je nekaj tako ful napisal zanimiv, veš, koliko profesij. Never mind. Kaj sem hotela reči? Da mi je všeč, da ohranjaš to diskretnost in da dejansko pač ljudje, ja. če se želijo zdaj s tabo pisati, vejo, da boš ohranila njihovo Ja, anonimnost. To je v veš bistvu kaj, veliko vredno. to gre tudi meni v korist. Mogoče mi jutri Haaland piše, ampak veš, ne bo mi pisal, če bo videl, da sem zdaj vse druge izdala. Ja. To je pač, a Ja. veš. Res je. No, ok, spoštujemo to. Kaj je fetiš, ki ga ne bi nikoli probala in ga recimo, če ti nekdo predlaga, vedno zavrneš? Ja, to je ta nek umazani anal, pa vse v vezi z tem, kar gre iz tega. Sket. Ja, to res ne bi mogla. To smo lih imeli temu včeraj, pa je nekdo kao ponudil 70 jurjev, jaz ne bi mogla za 70 jurjev. Kaj Ne ste bi čisto- se mogla pokakati na nekoga. Ja, sam ne, to hotel? ne, da se nekdo drug pokaka A ja, na ne, mene. ne, To ne. To bi jaz mogoče, Da se še. ti na nekoga. če se sam pokakam, pa grem. Pa ja. A veš, kaj enkrat mi je tudi pisal en, to je bilo dolgo časa nazaj v Londonu, prek OnlyFansa, če bi se jaz pokakala na njega. In jaz tako, kaj? In on reče, ja, pa samo ostaneš tam, pa gledaš, kako jaz to jem. Sam blok. Pač, Ja, ponovadi si želijo, da Mhm. pol še gledaš, pa da si oni pol tam valajo o tem, si ga drkajo. Ja, zato pa res nisem. Sem zelo odprta, ampak to mi je pa neka meja. Ok, pising pa ja. Sem, če jaz to delam. Ta epizoda je nastala v sodelovanju z Moonlom. Če ti gredo na živce tamponi, pa vložki, ampak bi še vedno rada med menstruacijo se počutila maksimalno udobno in varno, pa moraš probati Moonlom. To je menstrualni disk, ki je narejen iz medicinskega silikona in ga imaš lahko ustavljenega 12 ur, kar pomeni, da z njim lahko delaš čist absolutno vse. Tečeš, plavaš in tudi seksaš. In zaradi tega je tu za naju popolna, trajnostna, varna in učinkovita izbira za menstruacijo. Ko ga enkrat kupiš, imaš mir za par let. Tako da skoči na moon-lum.com in uporabi kodo med nama 10, da dobiš še malo popusta. Živjo, jaz se upravičujem, kam motam, ampak moje 3-mesečne preobrazbe s Passion Potion je konc in na tej točki ti hočem samo prebrati reviewe iz spletne strani. Pa bom ti jih tla še napisala, pa lahko zraven bereš, ampak tako so dobri in jaz sem tako ponosna. Poslušaj. Naj povem, da najprej nisem verjela vsemu obljubljenemu, mislila sem, da so vsi komentarji ponarejeni. Veliko prehranskih dopolnil sem probala in Passion Potion je eden izmed redkih, ki res deluje. Sama ga kombiniram z magnezijem in omega 3. Opazila sem, da bolje spim, bolj sem sproščena in tudi nimam težav z utrujenostjo. Želja po spolnosti se je povečala, saj čutim rahlo ščemenje skozi cel dan. Tudi orgazmi so bolj intenzivni. Kva? Tu samo potrdi, kar sem jaz zdaj doživljala. Se pravi, shujšala sem, utrujena sem malo manj, libido imam, pa tako malo bolj lahkoten občutek je. Tu je rekla Katja. Pol Tinkara je rekla, pred nakupom sem kar dvomila v te stvari, ampak že v 3 dneh se je moje počutje energija spremenila in je res vredno vsakega evra. Ko lepo. Maja prav, zelo pomaga in imam več energije. Jaz pa pravim, da sem shujšala 15 kg po nesreči, libido imam visok. Lej, tako sem energetična, lahkotnejša, polna energije, pa manj tečna, manj zaskrbljena. Zdi se mi, da imam enostavno večjo kapaciteto za življenje. Tako da zdaj pa ulala.si, Passion Potion, kodo lahko uporabiš med nama 10. In to je to. Hvala. Zdaj pa gremo naprej v epizodo. Sicer sem pa opazim, da moški, ki so višji, oni imajo rajši manjše ženske, a ne? Ker mislim, da ima tudi to veze z ponosom, a ne? Ker če ga da neka mala v roko, to je še večje zgleda. Ja, to pa je Tako, res, a ja. ne?
Ti imaš Ja. take ozke roke, nimaš take dolge. Jaz sem tudi kar velike, ne? Če moraš imeti kar velik penis, da potem zgleda, le kako je moja roka mehna in Le potem... koliko mora biti velik penis, da gre meni v roke. To je samo za pogum, ne? Ali pa za tiste, ki si želijo biti poniženi. Ok, imam še dve vprašanji. In sicer, najbolj nenavaden king, pač po tvojih standardih, nenavaden, ki ga imaš ti. Pa po mojih standardih ni nič nenavadnega. Res. Naštejte pa bom rekla, ja, ne, Ajde, ja, ne. igle recimo so nenavadne meni za take Ja. igle, ki si pripikajo, veš, tako, ki si Ne, vzorce delajo, to mi ni. jaz si to ne bi. Niso Mislim, na drugim bi, ampak po mojem moraš imeti neko licenco za to, ne. Recimo, Ne meni je vem. čuden king na stopala, meni so stopala na nek način ful simpatična in seksi lahko. Ženska, ne moška. Kaj bomo rekli? Ja, to je simpatično. Ja, pa to je tudi najbolj pogosti king, ki ga imajo, ker to možgani se malo narobe zavežejo, tam, kjer je center za genitalije, Ja. poveže z stopali in zato je to tudi, ja. Mislim, pa se mi je simpatično, vse mi je dobro, da mi nekdo lepo zmasira po dolgem dnevu, a veš, nimajo pa tako še fetiš, tako da malo smrdi. Ja. Se ne rabim niti suširati. Pa bo v Tihon 9 nebesih. stušira. Ti je on, vse med prsti. Pa, a si kdaj bila na dejtu z žensko? Te ženske privlačijo, ne? Me ženske, ampak rečem tako trojke pa swinganje. Zdaj sem naprimer v Berlinu spoznala dva swingerja, mož pa ženo, res lepa žena, tako da smo že večkrat šli v troje, pa tudi v četvoro, tako da jaz sem čiza. In kakšna mora biti ženska, da je te ful privlačna, taka tep podobna? Ona je bila v bistvu pol ruskinja, pol azijatkinja, nizka, tako da mi ni bila lih podobna, ampak je bila taka lutka obraz, postavca, lepa, malo silikončki, a veš, urejena. Ok, zdaj pa, preden gremo zares v epizodo, moramo predebatirati aktualne teme. In ti si bila včeraj na enem zelo gledanem streamu, ne? Tako da... Ja, podirali smo rekorde. Kakšen rekord ste podarili, da je Ja. povej nam kaj? Veš, koliko je, ne vem, koliko je bilo gledalcev, ampak Ko sem bila jaz, je bilo rekordno- 2000. Ja, rekordno število gledalcev. Nažalost je tudi moj brat gledal, upam, da ni vsega gledal. Koliko je on star zdaj? On je bil zdaj kaj, zaključek srednje šole. Zaključek osnovne šole. A zaključek osnovne šole? Ja. Ja, ti si na valeti si z njim plesala. Aha, valeti. Se drugače, zgleda malo starejši, ker je višji od mene drugače. Višji od tebe? Ja, pa 14, v bistvu 15. Lih me Wow. popravil, da je 15, da za svojega brata ne vem, koliko je star, ampak leta hitro grejo. Ja, mislim, da je skoraj 1,95 m. Okay. Čakaj, imate pol vi to višino po vaši mami? Ful je čudno, ker vidim, da smo si ful podobna, ampak v bistvu mi je pol brat. Moj pravi oče je bil 2 metra, pa je že umrl. Očin je pa mislim, da je celo malo manjši od mene, tako da ne vem, zgleda so od moje mame geni res močni. Ja, ali pa še kaj noč, never mind. Neko čist neumno sem hotela reči. Tako da, kako si se počutila tam na streamu, kako ti je bilo, si se zabavala? Super energija je bila, res vse pohvalno, gosti, top, zajbanci je top, po snemanju tudi top. In kaj je bilo po snemanju? Ja, se da videti mene, pa že prej omenjenega gospoda v interkontiju, v postelji. Čakaj, to... Tu lahko vidimo, kje? Ja, Zaenkrat na storiju. čigavem, tvojem. To pa nisem. To si A ti sva objavila. Je Dajmo- zelo sladka. Dajmo še za kamero pokazati. Oh my god! No, za tiste, ki samo poslušate slučajno, to je slika
Denis in Jan Zore v posteli. Ja. Žan. Sorry. Jaz malo časa Žan pomešam. ima boljši okus za ženske. Ja, obvisli, ne. V glavnem, črno-bela slika, kako ležite v posteli, vse skupaj se je že začelo na streamu, tako da tole nobenega po mojem ne preseneča, da se je končal. Kako to, da se je v hotelu končal? Kje si ti? Ti si zdaj v hotelu, itak. Ti si jaz sem v hotelu. v Beogradu živiš. Jaz sem v Beogradu. Trenutno baza mi je v Beogradu, drugače pa tudi dosti potujem. Bila sem zdaj, mislim, da za mesec dana Saint-Tropez, Sicilija, zdaj malo v Splitu, preden sem prišla do Slovenije, da se malo oddahnem in da prevzamem svojo naslovnico. Kakšno naslovnico? Pač bila sem na reviji zdaj. Zdaj sem malo bolj Vogue, ne? Čak si mislim, da imam zraven. Gdje je moja torbica? Evo. Mislim, da sem videla nekaj včeraj. Evo. Ja. Storybook. Wow. To sem jaz. Pa noter 16 strani editoriala. Lahko malo pokažem. Ne vem, če lahko pokažem vse. Neke slike so... Lahko pokažem. Kakšne so nage? Ma ne, a boš ti listala, da lahko še gledaš zraven. Hude so drugače. Je mogoče ne vsega pokazati, da bojo ljudje kupili revijo, ne? Ne. Pa se nekaj, če tako pokažemo. No, ja. Kar pokažete, dobra roba mora, da se pohvali. Ne vidi se na kameri. Se vidi tam na tej stvari. Jaz nikakor ne bom tu zmogla pokazati dobro. Ne bi raj ti, ko bo ful lepo, če ti kažeš. Čakaj, ti drži. Ajde. Čakaj malo, da si popravim. Se lahko tudi odzadej vidi. Tudi, le. Zdaj imam jaz razgled pa pol. To sem vse jaz. 4 fotke. Wow. Ta je malo bolj vroča, tako da Slovenci, ko greste na Hrvaško, vem, da obožujete poreč in slično. Lahko kupite to širom Hrvatske, ampak pazite, da ne zlepite na kraju. Ja, sej to, ja. Skup. Wow, the best, hudo. Ok. Hvala. In potem, ko prideš ti v Slovenijo, te vsi napademo in moš priti na vse podcaste in na vse oddaje in na vse streame, ali kako pa to izgleda? Samo da si oblekco popravim, mami je da razlezla ta kondomček na meni, ker je res kako... Si to silikon, veš? Ne. Ne, to je lateks. Lateks. Ja. Kondomi so silikon, ja. Ne, kondomi so z lateksa. Razen skin kondomi pa niso iz lateksa. Ja, iz česa pa so? Ma nek drug material je, ful je boljši, tanjši je, tako bolj se čez prevaja toplota, malo bolj raztegljiv je, tako da veliko ljudi preferira skin kondom glede tega, ker je občutek... Imaš kakšen primerek tle? A veš, da pa glih danes nisem sabo vzela? Glih danes, ko bi mi prav prišel. God damn it! Joj! Čak, ja, ne, res nimam. I'm so sorry. Pa zdaj sem vsakič vlekla sabo vrečko. Kje se pa dajo kupiti? Povsod. Dobro. Tako da res, če si do zdaj uporabljala lateks kondome, ko bo šla na skin, šla več nazaj, pač presežem. Jaz sem, ko sem začela skin uporabljati, sem bila sam tako narabam neč drugega. Dobro, bom zrihtala to danes, oziroma pišem sporočilo. Ja, moški mora to Absolutno, zrihtati. drugač pa naj doma ostane. Kupi skin kondome, tako. Kupi skin kondome. Koliko pogosto pa potem prideš nazaj v Slovenijo? Redko kdaj v bistvu. Pač ko imam kakšne neke obveznosti, ko mi se nakupijo obveznosti, pa tudi zaradi družine in prijatelja imam tle, ne. In jaz, ko pridem za 2-3 dni, ne. Jaz imam že naprej zapolnjen čisurnik in pol me folk vabi še na 2 kavic, 2 večeri, pa 3 afterje. Kako ne jaz to v 3 dneh? Ja, moram se klonirati. Sej, kako pa pol lahko? Ja. Pa ne pride on meni. Ne pride oni v Beograd, če me tako zelo želijo videti. Pol ne pride v Beograd. Isto, ko jaz blokiram karto do Ljubljane, lahko oni do Beograda, a ne? Res je. Pač prič. Kako se pa z bratom drugače razumeš? Zdaj rekla si, da ti ni glih najbolj prijetno, da je gledal ta live stream. Upam, da tam na koncu ni gledal, ker dogaja se na hodniku, slišal se pa na mikrofone, vse tako da... Jaz nisem gledala celega streama, ker sem mogla iti spat. Pero Martič kanal, gledajte, Pero Martič.
Pa je, a se to pol zgodil, da si imela mikrofon, pač, a to je bilo to, kar si šla na hodnik z mikrofonom in potem se je zgodil nek oralni seks? Ali? Imam jaz napačne Samo informacije? oralni. Aha, je bilo več od tega. Aha, ok. Pa to se je dejansko dogajalo. Jaz pol sem tam. Lucijo opozorila, ker sem prišla, mislim, opozorila, govorila sem ji, ja, jaz sem mogla iti spat, ampak preden sem jo šla spat, so se pogovarjali, da jo bo ona zdaj pofafala tam in bo mikrofon imela. Tako da na tisti točki sem jaz šla spat, pa nisem več gledala. Nisem bila in pol se sem je jaz zgodilo. aktivna, je bil tudi on in oba in Oba? ne vem, On in kdo? Petena Pero Martič, stream, pa boste vse čuli. To se pravi, vse to, kar se je tam dogajalo, je bilo pač, kar ni bilo na kameri, se je resnično dogajalo, to, kar se je reklo, da se bo dogajalo. Ja, ampak smo mogli reči, kao, to je zvok z YouTuba, kao. Forice. Wow. Ja. Zanimivo. Okay. Res, ne, sej Žan je super, odprt, pa tudi ima rad bolj tako dominantne ženske, mislim, se mu vidi, tako da. Ej, Kako kako se se to vidi? super. Kaj to ti pogledaš moškega in veš? Ker na ti ne podlagi veš, česa? Ja. ti ne vidiš tako, kako se začne smejati, jaz točno vem, kaj Jaz ima rad. točno v pogledu vse vidim, kako te gleda. A veš, pa ti sam rečeš, čaša, izvoli. A veš, neki dominanten bo tako. Šta si rekel? Čaš, vzmi sama. On pa sam. Pač taki mali testi. Ne, Ti se zanima me, hitro se kako to. bi ti to... Ej, kako pa tu, da niste pol vsi vi šli skupna afterja, še Žiga pa Astra, pa tako, niso šli pa domov? Ja, Žiga je bil na skirci, on ima neko punco, konzervativno. se res. On ima neko hristijanko, zato tudi ni mogel toliko učestvovati v igrah. Pa mislim, da je mogel unga invalida pela domov, ali ko je bil, ne vem. Uni dve pa smo se dogovorili, da bomo naredili trojko mi za plavo-beli sajt. Tako da to pa še pridem. Aha, to se bo zgodilo. To se pa bo zgodilo, ja. Aha, okay. In to bo objavljeno pol na tvojem ali na vseh, a to lahko lep narediš tam gor? Kolep, pač vsaka objavi svoje in to je to. Vsaka Okay. tega drugo, cross-promotion. Ampak to se pravi, če si subscriber na tebe, lahko gledaš samo tisto, kar si ti objavila, lahko tudi tisto, kar so one tebe tegale. A ne, sem tisti, kar sem jaz objavila, ampak lahko vidijo njih. Ja, ampak to se pravi, vsaka bo svoj video objavila, tako da boš mogel na vse 3 subscriber, da boš lahko vse 3 videe videl. Pa če bo isti video, zakaj bi se Aha, ne boste, aha, ok. Na to me zanima, kako Mislim- to pač poteka. Ne, ponovadi vse videe, vse podelimo, objavimo v istem času, z isto ceno, a veš, da ne bi bilo Aha, kaj. ja. No, to Tako. me zanima, kakšna je Tako. logistika okrog tega. Ja, to mora biti fair, a veš, tako. Ampak poj pa Ker sem pač že imela slabe izkušnje, ko sem snemala z neko, ne bom je imenovala, ne zasluži si. Tako in jaz pač nisem cenena lajdra, oprostite, da se tako izražam. In se dogovorimo za neko ceno, a ne, jaz imam Slovence, Slovenci dobro plačajo, Slovenci so super, imam Amerikance, pač imam mednarodni narod, a ne. Ona ima pa samo Balkance in ti so pač mal je manjši tam prosečna plata in to, a ne. In smo se zmenili za ceno in da objavimo v nedeljo zvečer. Ona je pa objavila v nedeljo zjutraj, ker sem jaz še spala, tako za 3/4 manj cene, tako. Ali res nekaj smešno malega. Jaz sem bila tako, kaj? In od takrat res pazim, s kom sodelujem. Kaj pa pri njej kupijo, ne? Ja, ne, saj jaz sem pol bila še bolj peti, pa sem tako dala še evro manj na kolab. Evro manj sem dala, a veš, tako. Da si pokazala, da Samo ti ne se ne rabiš igra, ja. tega denarja v resnici. Ja. Mislim, a veš, tako, if you're gonna be petty, I'm gonna be pettier. Pač, don't play with me, like, don't be nasty with me, ker, a veš. I mean, as you should. Intimni kotiček. In sicer, jaz sem zadnjič nekaj gledala in sem naročila tole, ker sem mislila, da je tu visokofrekvenčni glavnik za tle, pač da ti rastejo bolj lasje. Čak, to si mislila, ker si naročila na sex shopu, Ja, Da zaradi je tega, to ker imamo zato. tudi za gube. Nataša si je pa naročila, tle, da ti pač gube da stran, ne? da je nehi. Ja. In pol, v glavnem tu trese elektrika in imaš različne te nastavke.
Imaš take, ki tako piknejo, imaš pol. Čak, pa to se dejansko na glavi uporablja. Pač ne, to zdaj, če tle prižgeš, bo stresena elektrika, ampak jaz si ne Ampak želim kje tega to še uporabiš? enkrat. To, na čem? Ja, na teb, na čem rčeš? Ampak lahko si tudi na glavi. Ja, kam A rčeš ne si smeš na person, glavi? ampak jaz ti ne priporočam sploh tako, kaj ful. A full strese? Ja, probi, na. Ojoj, jaz Jaz ne ne vem, če priporočam tega, ker si ti A že jo si lahko upaš? jaz? A jo lahko jaz? Dej ti se najprej Jaz imam s dotaknem, tem da že vidim, če boš kaj izkušnje. A s tako? S tako ne, me zgleda, ni glavnik. Ja, sej tu sem jaz mislila, da je. Ojoj. Mogoče si najprej na roko. Joj, to meni tako A si skrbno. upaš? Jaz bi te. Pa ne, ne. Daj tle. Na Kjer hitrco, dva- na hitrco. Daj na manj, to jaz zdaj slišam. Daj tako čisto mal. Evo, to je Evo. najmanj, to je najmanj. Jaz nisem Ne, si lahko najprej sama. submisivna, Pač, tako ker da. se... O, A ja, čak, ti rada druge. Ja, jaz Joj, rada imam to ful druge. zabolelo. Ne bo zdaj. tle daj. Mal. A ja, ni to, čak, daj, ni bilo to hudo. Znači, lahko Ne povečam. dovolj, ne dovolj. Ne, drugače ni to grozno. Šli smo do kraja. Sam strah me je, sam strah me je. Sestra, no. sestra, si besna, besna. Dobro, ajde. Strašno nekaj naredita. Lej. Pač, jaz sem se bolj ustrašila tega, daj me tako počasi. To bi jaz rabila za te svoje beta kekce. Hočeš imeti? Z Ni to veseljem. grozno, ni to Kje grozno. lahko to dobim? Tudi jaz podarim. Ti mi to podariš. Tu je novo, ni še, mislim, uporabljeno je samo na roki moje. Si želiš? Seveda. Ker jaz čisto iskreno ne Seveda. vem, kdo drug, katerkoli človek bi bil bolj primeren za kaj tazga med doma. Še škatla Ja, ti res, to bom jaz mogoče dan z Žanom sprobala, on je bolj tudi v te vode. Ja? Ja. dam. Škatla si lahko pol daš. Kar poklanjate mi, hvala. Pa veš, da. Hvala vama. Tle tukaj nekaj stvari sprobamo, pa pol. Tako da folk, za zdaj vama je všeč, a ne meni je tudi zelo všeč. Tako da naročite na Pitchpop.si. pitchpop.si. Skoda, med Nudi nama, ti. Vse, kar rabiš. Vse, kar rabiš. Oh, Pa vse, hudo. kar še ne znaš, da rabiš. Tako. To jaz tudi nisem do zdaj vedela, da to obstaja. Hvala lepa, punce, veseljem. hvala za ta poklonček. No. Res Upam, ga da boš bom dejansko uporabljala. kdaj ga uporabila. Še dan Še danes. zvečer. Javim recenzijo, kaj bo rekel Ja, Žan. lahko snameš reakcijo. Ne rabiš me za uporabo, lahko tako sam pol. After, a veš. Kako se že temu Ma, reče? jaz bom Testimonial. Jaz imam pa tale čepek. Oh my god. Pač ne vem, če vidite, pač daljinc ima, a lahko prosim, in pa lahko z daljincem upravljaš in vibracije To in bi bilo lučko. pa za mojega bivšega. On je tudi bil bolj submisiven, rad je dobil urit, jaz sem ga za streponom, tako da to bi mi bilo všeč. Ja. Pač, veš kaj, to Ampak imajo... nažalost je bivši, ne bo dobil več te privilegije, ampak In mogoče bi pa Žan. Ja, Sem, zakaj pa je namen te lučke? Zato, da ti gre na šajna rave, ven da izriti. gre na rave, ker on si je dal to uritko pa šel na rave. Ja, recimo tebi se videlo tle ful Ja. dobro čez. Ko imaš prozorno, ne? A probamo na koncu. Je drugač. Ja, Tale- najbolj da kar zdaj. Ne, drugač, jaz tega nisem uspela uporabiti. Slajše za na koncu, Tako da da to boste je še vse čisto svež. gledali. Jaz sem čisto iskrena, jaz tega nisem sprobala. Pač ni mi rad, ali ni. Tega specifično. Ta Je prevelik? Ta je še svež. Ne, sam sam fora je v tem, da mi ni rad. Kar? Pač, I'm sorry. Ja, imela sem druge stvari. Ni mi pasta zelo analno, ker sem nazadnje in Pa pač sem nisem tega. lubrikant mal. Ne, naložiš. pač to meni sploh ni problem. Jaz imam rada analno. Sam ni mi zdaj le znesel in to je zdaj res pač. Ampak veš, zakaj sem si upala to prnest pokazati? Zaradi tega, ker ima lučko, pa ker sem že izprobala kovinski analni čepek enake glej, velikosti. Bivši moj, če to gledaš, to je za tvoje rave peder partije. tako. To imaš na Instagramu, lahko vidiš ljudi, ki grejo v fitness in pol skvotajo in pol snih uric snema in pol jim tako pač šaj na neki. To imajo Pa noter. tu nimajo tudi v fitnessu. to. Imajo. Ej, Ampak je to so za te dobra- neke dobra viralne ideja videe. Za content. Ja. Ja, no Ja. sej zato to delajo, ker pol full ogledov dobijo taki videi. Tako da, če vas je kdaj zanimalo, kaj jim tam šajna v zadnjici, tak analni čepek. Tako da, meni se zdi fantastičen. Jaz sem si od nekdaj želela tazga svetlečega in tega mi je Sara naročila. Saj sem jih hotela vprašati, če sem ti to jaz zbrala. To mi je spet. Sara izbrala. Vse stvari, ki sem ti jih jaz sem eno škatlo teh To stvari bi zdaj mogla izbrala. na poroko med.
Ja, ege bom spravo, pač zdi se mi drugače, da mora biti dosta udoben, ker nima tistega ostrega roba, kot ga imajo eni. Ful ima fajn tole dost zaobljeno, tako da pa tako fajno težo ima. In je top. Vidim. Tako da, Ja, sploh ni tako težek, a veš. glih prav, Super, ker tako ja. mečkanje, ampak ima malo tiste teže. Meni je zelo všeč drugače. Super je, tako da to tudi na Peach Popu naročujete. No, Lej, ka že naročite. veš, da Ej. ime trgovine. Seveda, bom šla prebrskati jaz malo potem. In ko da med nama 10 lahko uporabiš še to. A res? Ja, O, res. super, super. Že vem, kaj bom delala nocoj z Žano. Ok, zdaj gremo pa nazaj na epizodo. Ti si že v zadrugi pokazala, da te golote in spolnih odnosov pred kamerami ni strah, zdaj si to tle še na tem streamu, če ne bi YouTube imel omejitev, Ja. verjetno bi bilo to na YouTubu zdaj. Ali se motim? Ma se ta stream je Se na je na YouTubeu. YouTubeu. Ne, to, kar je zdaj bilo potem v zadnji, ker so bili zvoki iz YouTuba, ta del mislim. A ne, Ja, to ni bilo zvoki iz YouTubea so na Pero Martič kanalu, zvoki iz YouTubea, iz nekega YouTubea, ki se je dogajal na WC-ju poleg studija. To je nek DJ naredil te zvoke. Cuk, cuk. V glavnem, a si že od nekdaj tako odprta glede spolnosti? Sem ja. V bistvu zdaj malo bo vas presenetil. Tako, ko vsi mislijo, da sem jaz, ne vem, mogoče pri 14 začela. Jaz sem imela svoj prvi odnos 18 let, skoraj 19. Pa ne z unim Američanom. Ma, Že gdje, skupaj? ne. Veste, Okej. kaj mene so... jaz sem bila poredna na začetku gimnazije, tako sem se napila, blackout in so me pač zaprli, so rekli house arrest. Kdo te je zaprl? Cela gimnazija, starši, očim. Ok. Čak. Zato, ker si se napila, si imela pol house arrest. Ja, Aha, razumem. ja. Mislim, se na koncu si kao lahko bi šla ven, če bi hotla, ampak you didn't tell me that. You tell me that now, a veš, ono. Nema veze, takoj ko se je ta house arrest končal, ker to je res zanimiva zgodba, kako sem jo izgubila nedolžnost. To pa ne vem, če sem že kje zasledila. Si to že kdaj povedala? Mislim, da to je bilo ekskluzivno na Patreonu, tako da lahko zdaj ekskluzivno tle. Ok, prosim, to me pa res zanima. Ok, malo vodice. V glavnem, to je bilo še na Koroškem, ker jaz sem z Koroške drugače. In smo šli k nekemu od moje kolegice fantu na house party. In tam je bil en simpatičen neki punker. Jaz sem tudi bila takrat full rockerca. Mislim, sej sem še zdaj rockerca v duši. Ne, lih po izgledu. Ok, pustimo to. In bil je tam ta punker, simpatičen, oči ko Iggy Popa, veš, une velike plave. Takoj mi je bil všeč. In on prvo, kar je naredil, je bil tako head bump, a veš, uno, ko se zaleti z čelom v čelo, veš, to, Zakaj? ko delajo ti punkerji. Ne vem, to njih vprašaj, jaz to ne vem. No, prvo si upo to narediti, pol mi je vzel pa še nedolžnost. Ampak to še ni vse. To še ni vse. In midva sva tam šla od tega gostitelja v sobo njegove sestre, ki je imela 13 let, mislim, da, na njeni posli. In jaz tam vse posod imela One Direction, poster, in jaz medtem, ko seksam, gledam tam Harry Stylesa. Sej ni slab, mogoče mi je zato zdaj Se ti je všeč. še dodatno priljubil? In pol je še vmes prišel ta gostitelj, rekel, ne morate v sobi od moje sestre, 13 let ima, pejte se v mojo. In gremo v njegovo in pol smo tam nadaljevala, pol so še prijateljice tako prišle kukat. A tvoje prijateljice? Ja, prijateljice. Mislim, mene to ni motilo, tako da jaz sem kar hitro ugotovila, da sem jaz malo bolj ekshibinistična. In kakšne posterje je imel ta nalepljen v sobi, plakate? Pa ni bil neki metalc, isto punk in metal in to. Ampak več, kot da bi si- Takrat smo mi bili takšno društvo. Sam hicno mi je, da videla sta že tam začela v sobi, might as well finish, pač, kaj zdaj drugače, pač, zdaj ta postelja je bila uskrunjena, pač, zdaj sta še njegova. A veš, sam da ni
končal na tej posteli. In kje je So- končal potem? Ta fant. Na meni. Ki ti je pa preferenca tako, da je na tebi, v kondom, v usta. Veš kaj, zaradi mene lahko tudi v meni, ker jaz sem zdaj to spiralo, a ne, zaščito. Ko sem enkrat slučajno sem bila noseča, a ne, pa sem se mogla očistiti, pa sem rekla, nikoli več ne želim tega. Pa sem si dala spiralo, tako da lahko čiskamo tudi not. Pa si drugač fenica sperme, mislim tako za jo imeti po rokah, ali ti je to isto kot reko gabno? Ali si fenica? Ni mi ugabno. Odvisno, kaj moški je. Ja, a ne. Če dobro je, če ananas je, pol je prav okusno. Ja. Jaz zmeri se pol malo poližem, tako. Ampak sem imela pa zihar, kdaj kakšnega, ki je imel pa res ogabno. To pa mislim, da ne. A Ne. dej, no. Ne, to ne, ampak je bil pa en, ki ni lih najbolj dišal in se ga pač napodila potuš. Pač pet potuš ali pa spizdi. Ja, tako je. Drugače, ko smo že glih pri tej nosečnosti, a ne? Ja. Ti si takrat potem rekel, da ti je bilo hudo, a ne, za celo situacijo. Kako zdaj gledaš na to, ker je že pač nekaj časa minil? Ti je žal, da si šla na splav? Bi to Ne. še enkrat ponovila? Ne, Ti ni še žal? enkrat bi ponovila, ker moški, s katerim sem bila, to je bila neka vezica bez veze, kao jaz sem bila, ne vem, 10-krat več sem zaslužila od njega in že tle so se začeli kompleksi. In potem prideš do vprašanja, kako bo pa on skrbel za tega otroka, če nimaš denarja za tega otroka, a ne. Še varuške pa nič in ni bil jih ambiciozen, ker meni je pomembno, da je moški ambiciozen v življenju. A veš, ne rabiš ti zdaj biti multimilionar, ampak moraš biti ambiciozen, tako kot sem jaz in prepričan v sebe, da boš nekaj dosegel. A on pa sam igrice igral cele dni in jaz sem rekla, glej, ne bom ta tretjerazredni genetski material obdržala. Pa sem se samo očistila. Drugače, ti si tudi rekla, da ti je nosečnost ena od stvari, ki se jih najbolj bojiš. A se vidiš kdaj tako v življenju, da bi bila mami? Je to nekaj, kar tako vidiš nek v daljni prihodnosti, da imaš družino, ali misliš, da to ni zate? Glej, iskreno, jaz, ko sem imela neko cisto na jajčniku in so mi mogli en jajčnik odstraniti, jaz sem za vsak slučaj se čuvala jajčne celice. Jaz sem pač tako, veš, bolj je ziher, a ne, nikoli se ne ve. Zamrznjene imaš, a ne? Ja, Za tiste, zamrznjene. Da bojo ljudje... Tako da ja, mislim, če bi že prišlo do tega, definitivno mora biti nek jak moški, ko zasluži saj 10-krat več od mene, da lahko to podpira in definitivno bi vzela surrogate, ker ne morem. Glej, jaz sem zdaj to telo do popolnosti skoraj dovela. Malo mi na srbski vleče, ker spodaj živim. In zmeraj bolj, ko gledam te nosečniške TikToke, kako se ti lahko poveča nos in vse. In, ne vem, strah me je tudi same nosečnosti, tako da če bi že, jaz bi nek surrogate izbrala. A bi potem še naprej ohranila lifestyle, ki ga imaš, to se pravi, mislim, tebi se res veliko dogaja v življenju. Bi potem pustila vse to, pa pustila moškemu, ki si rekel, da si želiš, da bi pač bil dovolj bogat, da bi lahko to vse preživljal. Bi njemu pustila, da ima on vse finance čez in bi ti potem bila stay at home mom, ali kako si predstavljaš Ne, to? jaz si tega ne predstavljam, da sem stay at home mom. Jaz hočem nekaj delati, jaz živim za show business. Meni je to vse. Tako da jaz definitivno ne bi zaradi moškega nikoli končala tega. Moški se mora sprijazniti s tem, kar jaz delam. Ne zaradi otroka, bolj kot zaradi moškega. A ja, za otroka. Jaz, da bom imela otroka, to je mogoče 5%. Ker jaz sem rada svobodna, jaz rada spim, čeprav danes nisem jih spala. Jaz rada spim 9 ur na dan, brez da me kdo prekinja, da grem v Sicilijo na jahto, v Saint-Tropez, na Mykonos, kadar hočem, s komer hočem. Ne predstavljam si takšne obveznosti. Jaz si še ne predstavljam, da bi kužka imela. Jaz sem iskrena. Ne, ni to za mene.
In hvala Bogu, da to veš, da nisi zdaj tako, bom imela otroka, ker imajo vsi otroke in Ne, vse bo ne, že. ne. Jaz sem že od nekdaj govorila, da si ne želim otroka in mislim, da par let nazaj so me vsi čudno gledali. Sploh sem dala izjavo v zadrugi, kao ne želim, pa so bili vsi tako, kva? Zdaj pa mislim, da se ta trend malo spreminja, kakor vidim na TikToku. Vse bolj so ženske, ja, a veš. Jaz ne vem, če poznam kakšno žensko, ki hoče otroka v moji bližini. Jaz nimam takih Zdaj prijateljev. se je to ful spremenilo. Jaz nimam prijatelj ženska, hoče otroka, mi smo vse brez otrok. Je ful zanimivo. Res, pa jaz sem tudi tok narcisistična osebnost, a veš, jaz bi na koncu po moje še zamrzela tega otroka, ki bi me vodil gor iz mojega lepotnega spanca. Iskreno. Ne, meni se to zdi fantastično, da se tega zavedaš. Res, in da mislim, ne greš- edino zaradi česa bi jaz imela otroke, mogoče da prosledim svoje gene, ampak to je sebično in mislim, da iz sebičnih razlogov človek ne bi smel imeti otrok. Jaz 100% se strinjam z Ja. vsem, kar si rekla. Jaz se podpišem pod to. In isto se občutam. Ja. Jaz ful spoštujem ljudi, ki pač to tako povejo na tak iskren način. Veliko bolj kot Kaj je resnica, ti ne moreš imeti nobenega dneva dopust, pol. Jaz si to ne Ja, predstavljam. ne, jaz bom mogoče jutri šla na Ibizo. Saj to. Kdo ve, a veš, da imam nekega pam že tam iščem varuško, le jaz niti psa nimam, niti mačke nimam. Še kače nimam, pa jo moraš... pa jo Enkrat na mesec hraniti. Enkrat na mesec Ja, 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 hraniti, ja. ja. Ne, jaz sem res čistko po svoje. Kaj pa pomeni, da živiš za show biznis? Ti v tem prav uživaš? Uživam. Ful uživaš, ok. Če ne bi bila že 10 let na sceni. In kaj bi ti naredila, če bi mogla doma eno leto z Netflixu posli gledati sama? Se bi ti zmešalo? Pa iz Netflix, pa iz posle bi delala TikTok. Ne, Saj ne imam kaj obstaja, za ne povedati. obstaja. Če, Kako? če ne bi mogla biti v show biznisu, Kako? bi se ti vzmešalo. Ne? Pa veste kaj, jaz sem v bistvu, takrat v Sloveniji, ko sem postala slavna zaradi tega Guccija, jaz bom iskrena, to se je zgodilo ne z namenom. To je čisto kolega mi rekel, dej posnem ti imaš robe od Guccija za 5 jurjev, posnem ti, da je to na internet. In jaz se tam zajbavam, A veš, zdaj ta koncept rage bait, ko je. Jaz sem to že takrat delala, jaz sem že 10 let nazaj rage baitovala Slovence. Jaz sem na laž neke stvari govorila, veš, da se folk razpizdi. Malo sem popila šampanjčka, jaz sem se tam zabavala in tako čez noč 100.000 ogledov, povabila na radije in na vse. In iskreno, jaz nisem bila pripravljena na slavo, da bo to tako. Mislim, ker večina ljudi se trudi leta in leta. Pri meni je to prišlo čez noč. Jaz se še spomnim, ko sem šla v London, ko sem kolegu rekla, če je Britney Spears, ne čudim se, da se je Britney Spears 2007 zmešal, meni se bo zmešal po 3 dneh. In zato sem jaz pol tudi 2 leti odšla v London, ker mi je bilo malo preveč. To je bil eden od razlogov, od glavnih razlogov, da si se malo umaknila od Eden ljudi. od razlogov, pa tudi zdaj se mi je, da sem dosegla vse, kar sem lahko v Sloveniji, a ne. Mislim, takrat, da je bilo to 2019, takrat tudi ni bilo teh podcastov, pa nič tega. Naredila sem, pa takrat tudi, ok, zdaj je rage bait, to vsi delajo. Takrat sem pa jaz edina delala rage bait in folk je to resno jemal. Takrat mi res nismo, oprosti, zdaj sem te pa tako grdo prekinila. Ne, ti kar bom jaz svojo pauzo Tako- naredila. Hotela sem reči, da takrat mi res nismo vedeli, ali se ti norca delaš, ali resno misliš. Ne? Leta nismo vedeli, ali resno misliš, ali se norca delaš, in še zdaj velikrat ne vemo, ali resno misliš. Veš kaj, se bom tako rekla, se jaz to ne morem potegniti iz nekaj, kar ni v meni. Seveda pa za show business to se dost pretirava. A veš, tako. Dej nam sam tako povej, pač, s čim se ti tako ukvarjaš zdaj? Tako, kaj tvoj en teden zgleda? Kaj počneš v enem tednu? Kaj narediš? Ful guže imam te zdaj dni. Se veš, prvo kot prvo, jaz odgovarjam fanom na OnlyFansu. Mislim, se to jaz toliko časa delam, jaz lahko zdaj zaprtimi oči odgovarjam, tako grem na nohte, odgovarjam. V glavnem, te lepotni tretmani mi odzamejo kar dost časa, ne sam denarja, tako da skupi hobi.
bi rekla. In pol delam še content za Instagram, ker sem začela sodelovati z brandi, a ne, in S moram... katerimi brendi sodeluješ? Imam neke dizajnerje zdaj iz New Yorka, ki je delal za Lady Gaga in tako. Ja, jaz Ful delam dober. predvsem s tujimi dizajnerji. Saj, kaj pa imaš te v Sloveniji, za čim bi lahko, mislim, ali pa te seks igračke bi z veseljem jaz promovirala, tako da če rabite še koga... Daj ne to v Pičko. kamero govoriti. Ja, meni govor. Da ne bo kakšna druga seks trgovina pograbila. Aha, Mi te bomo. Pitch ne Pop, pisati. če želite eno... Nobeni ne sme zdaj pisati. Ja, se zdaj so ti tako zmenila, še prej bo to prišlo. Tako da to se pravi ja. do ponedeljka. To bi. In pol snimam tudi svoj content za na OnlyFans. In Koliko časa ti vzame to? snemanja, veš, vidiš, eno tako snemanje ti vzame cel dan. Kaj pa Ja. kakšna normalna stvar, kaj ješ? Piješ, kuhaš. Ja, veš, a si naročiš Volt? Izogibam se tega iskreno, zato ker tam nikoli ne veš, kakšne so sestavine. Jaz zdaj malo pazim na prehrano, sem začela malo trenirati. In, Kaj, hodaš na pilates, fitness? Ne, pilates, jaz rabim mišice malo, ker sem bila dosti časa na Ozempiku, nisem jedla proteinov, pa se mi je malo zmanjšala mišična masa. A zdaj nisi več na Ozempiku? Ne, Pa ne. ne nameravaš iti nazaj? Ali... Veš, kaj je? Trener mi je priporočil, da jem 100 gramov proteinov na dan. In če si na Ozempiku, to je zelo težko. Ja. To je zelo težko v sebe. In pol še neka zelenjava, treba je ti vlaknine, hidrati. In hitro prideš hitro si sita, veš, če vse to poješ. Pa ker zdaj moraš imaš več pojesti. apetita. Zdaj lahko poješ dejansko Pa 100 beljakovin. mislim, da se mi je treba celo malo skrčiti, ko nisem toliko lačna kot prej, ampak vseeno mislim, da je bila dobra odločitev ta Ozempik, ker jaz sem se v preteklosti ful sem se bojevala s temi motnjami hranjenja in to, tako da če bi Ozempik obstajal 10 let prej, meni bi to spremenil life. Ali pa bi ti ga uničil? Ne bi ničel, glej, verjamem, da mi ga je bulimija sigurno bolj kot pa Ozempik. Se ti zdi, da bi se lažje rešila, če bi pač imela samo Ozempik, da si ga daš in to je to, da ne bi Daš, rabila to je toliko to. drugih stvari Ja. kompenzirati. A veš kaj, jaz Razumem. sem tako, takrat sem še starši žela, to je tudi ena smešna zgodba. In a veš, jaz tako pač večino časa sem se stradala, anoreksija. Pol sem probala, da vse to pokurim, sej 2 uri kardija na dan, a ne. In da jem zelo, a veš, pač te Clean. dobre hrane, clean, da jem clean, kar se zove tudi, mislim, da ortoreksija ali nekaj takega. Ja, da samo zdravo ješ. Ja. Da. In to, pa veš, nek dan mi je sam dopizdal, pa jaz tako pač zbulam 3 čokoladne štručke v sebe in bili so moji doma in valjda nisem mogla doma bruhati. In jaz tako letim iz bloka dol v to skupno klet in tam v umivalnik bruham. Jaz tako, in pol pride tako soseda do mene, a slučajno ti bruhaš v umivalnik? A to si redno delala? Ja. Ja. In jaz tam najbolj suha, kar sem bila, ne bruham jaz, to je sigurno nek pijanec. Itek ti ni verjela, ampak kaj pa bo ne. In Ja. zdaj, ko ti je pa rekel trener, da moraš več jesti, kako se pa glede tega počutiš, čisto v redu, pač zdaj. Boš jedla veliko, zdaj nimaš več težav, ful. Jaz sem imela težave s temi food noise, a veš, ko konstantno misliš na hrano. In to ti Ozempik zmanjša in zdaj, mislim tudi, da ima manjši želodec in ni to toliko izrazito, tako da je vse lažje. Jaz res moram računati, da lahko pojem tistih 100 gramov proteinov, veš, ker jaz sem tudi vegetarijanec. Ja, si res. In kaj pol ješ ponavadi za beljakovine? Kaj Pa to se fuje jem pa to? jajca, nisem vegan. Ja, ampak jajca nimajo ful beljakovin spet. Pač imajo, ampak niso spet. Imajo 6 gramov na jajcu. Ja, se to je, a veš, da do 100 prideš.
Ma ne, Jaz tudi ne jem mesa in vem, s temi beljakovinami pač jaz Ne pol, veš kaj, jaz sama sebe rešujem s temi protein shake. Veš, to je tak moj cheat meal, z lahkoto dobiš nekih 40 gramov, a veš. Ja, kaj je. Tistih Pa še 60. kalorije enostavno dobiš. Ja, lahko. ja, Pa ni ja. tako velik spet tam. Drugač, lifehack, ne vem, če poznaš, to sploh ni reklama, ampak v DM-u imajo take klobasice, ki imajo dost malo kalorij, glede na to, koliko gramov beljakovin, tako po 23 ali pa 26 gramov beljakovin na 100 gramov klobasic, pa mislim, da je tako, ne vem, 230 kalorij na pač 100 gramov. Niso najboljše na svetu, ampak če jih v airfryerju spečeš, pa počakaj, da se malo hladijo, pa malo pomakaš neko omakco, so ful dobre. Jaz jih imam ful rada. Pa tako, kar se tiče... Kjer omakco pa daš? Pa jaz kar kečap pomočam. Jaz si to ponovno naredim, ker moram kam iti na pot in pol vem, da ne imela časa kuhati in pol si pač to spečem, ker meni so ful boljše hladne, tople so mi, niso mi dobre tople. Hladne so mi pa ful, pa si pa pač kečap naštimam in pol pač to pomakam in jem in je tako tak snack. Probala, mi moraš dati link do teh klobasic. Ti bom poslala. Glih danes zjutraj sem si jih pekla in jih bom pojela, kar pridem domov. Tako da. Super, jaz sem moram malo proteinčkov pojesti. Kaj mi priporočate tle v Ljubljani, kje? Jaz pa še vegansko jem in jaz poznam sem neke veganske. Ti vegansko ješ? Večino časa. Jajca tudi jem. Jajca jem. Aha, Zadnje par let jem jajca. Ti si tako kot jaz, ko sem se več takrat, ko je bilo popularno, mislim, da 2016 biti vegan. In se jaz tako pretvarjam, da sem vegan, pa naskrivaj jem sir. Jaz brez sira ne morem. Ne, jaz nisem naskrivaj. Jedla sira. Jaz sem ful jajca si želela. Si dobla sir. Sem dobla sir. To se je spomnim, ti si tako krevala jajca. Jaz sem hotela leta in leta jesti jajca in pol sem jih. Jo, jaz sem toliko jajc pojedla, da je mene mama klicala jajcman. Jaz sem na drugače. Pozdrav za mamo. Jajcman. Pa jajca so res fajna. Tako, versatile. Ja. Ok, veš, kaj bi še rada malo s tabo govorila? O tem Berkheim, kaj je? Idemo. Pač pa lahko sam rečem, pač to je tako, pa zdaj že malo časa minilo, ampak pač ti si rekla, da si vesela, ker je pač tvoj nerojen otrok vsaj v Berkheim prišel, preden si ga pač splavila. Nima vsak te privilegije. Ti si tako, pač, a ti tako, tvoj coping mehanizem je pač humor? Pa ja, verjetno je bil na tej točki sigurno bil humor, ker jaz dejansko je težko, a ne, mislim, nekaj izgubil. Jaz priznam, jaz sem se jokala, jaz sem takrat pomirjevala, vzemala, mislim, ampak sem prišla čez to, da to je bil verovatno coping mehanizem, ja. Ker po mojem ljudje, ki so to slišali, so si mislili, ta je čist noranje, je čist vse. Pa se to tudi sem. No, ampak ja, a veš, še vse imaš čustva, pa niti ni bilo vse. Jaz sem se jokala, res. Meni je bilo težko. A si kakšno pomoč si našla, ali si sama to predelala takrat? Ma ja, sej hodim terapeutu, pa psihiatru in to vse. Mislim, da je zelo pomembno, da delamo na mentalnem zdravju. Se strinjam, ja. Meni se zdi to ful dobro, vse, kar si zdaj povedala. Tudi tu za Ozempik, ki pač ljudje mislijo, da se ti sem nekaj preseravaš, pa že itak si suha in zakaj bi pol jemala Ozempik. Zdaj si pa povedala, ker imaš ta food noise v glavi, ne? Ja, in to mi je res tako, da sem jaz 10 let nazaj, da je to obstajalo. Mislim, se obstaja že dlje časa, sam ne za te namene, ne? Da sem jaz takrat to imela, ker sem res... Probleme sem imela, vse reksije v enem, tako da... Ja, pol so prišla obdobja, ko sem se zredila, jaz da sem bila suha mačka, pa veš. Ampak koliko si bila največ, da si, ne vem, kil, da si imela? Koliko imaš zdaj kil? Ali ne bi o tem govorila? Mislim, okoli 63. Pač sprašujem samo zato, da si predstavljamo, ali pač si zase bila debela, ali si dejansko, mislim, debela si bila dejansko bolj močna, ali si sama sebla? Kaže normalen, ampak jaz imam malo bolj stroge kriterije. No, to me je zanimalo. Pa sploh ne rabiš v številkah, ker to se pravi, drugi te niso videli, kakor da si zdaj debela. Razen, ne vem pa, da ti je Američan govoril, da se kao rediš, sam to je bilo spet ekstremno, kaj je on hotel. Ne, jaz največ, kar sem imela, je bilo 75 kg. No, to višino je to... Na skoraj 1,90 m. Ja, no, to je po BMI-ju, po mojem, še sploh podhranjeno. Normalno, ne, to je normalno. To je čisto normalno, ampak zato imam jaz tudi, a veš, odraščala sem s tem, pa z modelingom. Ja, itak.
te mal v glavi obrne, valjda. Ja. Ok, Berkheim, jaz bi to mal. Pač, Ajmo, zate je to, Berkheim. da si noter prišla nekaj navadnega, ma za navadne ljudi to spet ni to, ker jaz sem videla mnogo, kakšen video, ko so ljudje probali priti noter in jih niso spustili, ti si pa rekla, jaz nisem šla in sem prišla noter. In tam, za tiste, ki ne veste, ne smeš imeti nobenih telefonov, nič ne smeš snemati, tako da, a nam prosim lahko narišeš mal, da si predstavljamo, kako ta klub zgleda, ker je zloglasen. Jaz sem to par let nazaj šele prvič slišala. Aha. In to je tak kinky klub, no, zato jaz sprašujem. Ni v bistvu ni najbolj kinky klub. Zdaj vam bom vse objasnila, ker sem No, bila daj. v dosti teh klubih. Naprimer, Berkheim, folk ne ve, da je to bil v originalu gay klub. In tam se vrti bolj tehno, ne? In imaš seveda te dark rooms, kjer lahko greš ti delati, kar hočeš, s komer hočeš. In kaj je a ne. noter? A so prazne sobe, a so kakšne posle po tleh? Ma ne, tako je lepa sofica, pa ti tam radiš, šta želiš. A je tako usnjena, da se da pol pobrisati dol stvari? Ali... Ja, valjda. Ja. Ampak to redno Mislim, skrbijo. da ne bi bilo lih praktično, da je iz tega materiala. No, vem, ampak pravim vse. Ja. Pač redno ljudje to čistijo, ali moš sam za sabo počistiti, ali kako to deluje? Ja, se kar čistijo, posebej na WC-ju, ker tam čistijo, verjetno še zaradi vseh drugih, ki imajo na WC-ju, to je tam standardica. Mislim, vsi se niti ne trudijo, da grejo na WC, nisem tako v bašti, pa idemo. Posnete Pa tudi tam je nobenega? vse navaden. Drugač pa, mislim, rekla sem, to je bil gay klub v originalu. In jaz sem šla, jaz sem zmeri prišla not. Mislim, jaz, ko sem sama zmeri pridem not. Jaz bi te tudi no takoj spustila. Jaz mislim, da... Vedno, ko si sama prideš noter. Ja. Kaj pa, ko so drugi zraven, pa ne? To sem slišala, Tako da kao v zveni. parih ne spustijo not. Ja, pa they don't have the cool factor. A to se pravi, kdaj te tudi niso not spustila? Ne, ampak zato, ker nisi bila sama? mene so zmeri. A ti si pol ne pustila v zunaj, ki jih niso Ja, not, jaz sem Kaj kar ti, če pustila. zdaj prideš, točno veš, da boš tam prišla, ne? Not. Ja, pač glej, jaz pridem not, jaz plačam, ne bom zaradi tega kolega, ki ni prišel not, ker šla ven. Kva? Ampak veš kaj, I love kar- you, but not that much, honey. kar jaz vem, je ful pomembno, kako si oblečen in kakšen vibe imaš. In glede na to, da si ti taka prišla na podcast, pač jaz mislim, da ti veš, kako se je treba obleči za nek pač ja, malo bolj seks jaz klub, imam tako da... full feeling, a veš, v katero mesto pridem, Ja. tako se oblečem, a ne. Tako da ne čudnega, da tebe spustijo in brez fora težav. je tudi v tem, zato ker dosta ljudi misli, da sem jaz moški, v bistvu trans ženska, a ne. In tam je to vse tako politično korektno. Da te že zato noč spustijo, da ne bi kdo rekel, da to meni. Ja, mislim, da to tudi prispeva. Sicer pa sem naredila outfit check na Instagramu, tako da si pogledajte, kako sem jaz šla v Berkheim, da dobite malo inspiracijo. Ljudje, vi, ki ste bližji zavrnjeni, nešteto puta. In to se pravi, imaš te dark rooms, kaj imaš nek plesišče, ker ljudje lahko kaj normalno. Ja, tako da so v klubu. plesišče in se sem rekla, Nadstropja, Joj, ni spet mi to, se- da so tako neki. spet mi se ta kondomček mi se gor viha. Joj. No, v glavnem. Ja, mislim, da par nivojev, všeč mi je, ko imaš tudi sladoled, lahko tam sladoled ližeš, če seveda imaš apetit. Ta prav sladoled. Ja, prav sladoled. A pa to je všteto v ceno, ali to pač Ne, da ne, plačaš posebej. 30 evrov za eno kepco? Ne vem, koliko je. Ti ga ne itak nisi vem. plačati rabila? Ne, takrat sem plačala, ker sem bila s tem svojim loserskim bivšim, a ne, in to je bil kao nek poklon za njegov rojsten dan. Ja, to je bila neka veza brez veze. Zdaj nikoli več ne bi šla tako. Zdaj prvo, kakšen ti je bančni račun. A veš, ne morem s temi nesigurnimi moški, a veš. Zdaj si pa rekla, da nam boš še povedala, kaj, da to sploh ni ne vem kaj, da obstajajo še bolj crazy A klubi. ja, KitKat, a ste slišali To sem KitKat? pa slišala, ja. Kaj je zdaj spet Ja. odprt, ali kako, ni bil To nekaj je pa časa zaprt. KitKat. Ne vem, se dosti jih odpirajo, zapirajo, to je tako tam zaradi drog pa nekih stvari, a veš. Ampak ja, KitKat je dosti bolj interesanten. Naprimer, tam imaš neko tako ginekološko stolico
In tako ženska se usede, ne morem zdaj dati nog na razen, to bo na mojem sajtu onlyfans.com, da dejm. V glavnem, ženska da noge na razen, moški tam dela z njo, kar želi. Čaka, to, kakšne, In ko pridejo folk tako? gleda, folk Ja, gleda. ja. Res tako, ampak folk bi si mislil, a veš tako, da so ljudje tako vsiljivi, ampak ne, če rečeš ti nekomu ne, obrne se stran in to vzamejo tako. So res tako, ok, ne je ne, a veš, noben te ne sili nič. In pol kar ja, tako so kletke, so tam not, pa folk kar seksa tam v teh kletkah pred vsemi, tudi bazen je, vsi tam goli spred bazena, tako da, če hočete neko bolj divjo izkušnjo, jaz bi vsekako rekla KitKat, pa lažje je not priti. A tudi tam, to niso tako klubi, da te kar spustijo, tudi tam te ne spustijo? Ma mislim, ne vem, ker me ne so vedno spustili. No, jaz sem zagotovo človek, ki ne bi z noben od teh klubov spustil, ker poglej me. Ja, veš kaj, eni pravijo črno, da se mora za berkajn obleči. Sem jaz bi, ne vem, mogoče bi ti očala dala dol, pa malo zatemnila oči, da daš malo bolj ta tehno. Jaz ne vem, če imam jaz tu vse, da bi me oni tam spustili. Moraš probati, če ne probaš, ne veš. Ja, v starih časih. Se rada sprobavljaš, a ne? Tako da... Ja, če bi What's oni that for vedeli, you, girl? Ja. poviš jim, da imaš svoj sex shop, pa te not spustijo, lej. Ja. Mislim. Ne, ampak ne smeš govoriti tam v vrsti, če si neki glasen, pa to... No, Ne, še to. sam prideš, kad ti rečeš, pa rečeš, če imam svoj sex shop, pač fuck off. Jaz sem najbolj glasna od let vseh. me- Mogoče pride z dildotom v roki. Ali pa strepano. Ali pa kar v sebi. Ja. Najbolj, da si dan kar v sebi, Veš vsod kaj, pa grem. naredi si ta bulge, da mislijo, da si... Trans? Ja, potem bojo 100% spustijo. Drugač. Sam tako bulge, pa tako... Pa malo tako hodijo, no. Ja, pa, to me še zanima. Tam, ko imajo ta ginekološki stol, a to je gostja, pa če nekaj prišla noter, se gor usede kjerkoli, a imajo eno zaposleno, ki tam sedi, pa jo lahko ljudje šlatajo? kjerako, lahko tudi ti. To se pravi, ampak je vedno ena tam gor, pač to je tako kar zaseden stol, ali moraš imeti srečo, da vidiš nekoga tam na tistem stolu? Kaj si to Ma predstavljam? tako srednje neki, včasih je, včasih ni. A si se ti kdaj gor usedla? Seveda, da sem. To je bilo že ful časa nazaj. Mislim, da 2019-2020, tam nekje. Bila sem z nekim slovenskim parom. Oba sta poznana, tako da ne bi imen. A veš, bili smo tako swinger, a veš. In jaz pri swinganju, jaz sem zmeri najraš the guest star, a veš, Unicorn. ne morem pa se s to dramo ukvarjati, ker veš, da je vedno neko ljubosumje in to, jaz sem pridem, zabavam se, grem. Brez drame. Delite mi drame. Tako da ja, smo šli takrat, pa sem bila jaz na tej stolici, pa ona, pa je bilo kar zanimivo, ja. Pa ti je bilo tako kaj neprijetno, ne vem, da si razmišljala, kaj če si ni roko imel ta človek zdaj, ki me tle šlata? Ne, pa si me šla to s tistim, kjerem sem prišla. Aha, ta moški te je šlatal samo. Ja, Aha, tako ni te smo kar- prišli swingat, ne. Niso te vsi. Jaz sem si predstavljala, da si Ne, ga tam. pa jaz sem tako, jaz sem malo resnici na ljubo OCD, jaz sem zmeraj tako, da imam robček nekaj v misli roke, preden da mi daš kaj svoje prste noter, jaz ne morem to, pa se z lahkoto kaj dobi, a ne, pač Ja, we're ja. not gonna risk that, it's not worth it, no man is worth that. Vnet, ja. A pol uporabljaš kondome redno? Pa ja, tako da bo mogla po te skin nekam skočiti zdaj. In ne boš rabila, ko bo skočil fant po njih. Ja, točno, da vidimo, če je kaj odpisal. Ko on tebe čaka v hotelu zdaj? Ma kje? On je odradil svoje, hotel spati, jaz sem ga pa spadila. Vse to. Ne, jaz rada sama spim. Jaz rada sama spim, odradi svoje, pa mi spi zdaj. Tako. Ti je kaj odpisal? Ne, verjetno je malo za bluzo. Predpostavljam. Bomo videli. No, v glavnem.
Veš, kaj me še zanima? Glede teh lepotnih operacij si ti zelo odkrita, niti to nek tabu. Rekla si, da na Balkanu je to tako še bolj razširjeno in da če že greš na operacijo, naj se vidi, da je bila operacija. In meni je predvsem zanimiva ta Barbie vagina operacija. To si edina oseba, ki jo poznam, da je to naredila. Ki je povedala, verjetno. Ki je povedala, da ima to. In a bi nam lahko razložila, zakaj si se za to odločila in kaj točno vse naredijo tukaj? Glej, jaz sem v prvi vrsti perfekcionist. Jaz želim, da je svet, da zgleda super. Je to moj telefon? Ali pa je, ne, moj ni. Po mojem je tvoj ta drug, še ta Kjer drug ali pa kreten ta mes- tret. Kjer je kreten? Mama! A se rabiš javiti? Ajde, dej. Ne rabim se. Čakaj, pozdrav. Javila se bom. Dej. Halo, mama, na podcastu sem, zdaj ima svojih 5 minut. Ok, ne, te bom dala na zvočnik, da te vsi zajstuje. Kaj boš povedala, mama, a si ponosna kaj na mene? Ja, seveda sem samo, imam zdaj druge stvari. Kdaj pride jutri, David? Ob 3, ne? Pride Ja, moj brat ob 12 v Ljubljano, avtobus. snimamo content. V redu, ob 12 gre na avtobus. Jaz ne bom nič, jaz bom plačala taksi, jaz bom spala. Jaz sem dan spala 3 ure samo. Ok, nekaj še. Kako pa v Beograd, torek ali pa sredo? Ja, ti pišem to, ti sam še povej kaj lepega o meni, na kameri si. Mama, povej kaj lepega o meni. A res? Pa, ne vem, nisem pričakovala, da sem na kameri. Nisi na kameri, sem zvok te se sliši. Okay, zelo sem ponosna. Reči še enkrat, niso te čuli. Kako me niso čuli. Zelo sem ponosna na te, tudi na brata. Seveda. Pametna si, lepa si. Kaj še naj povem? Uživaj. Hvala, pozdrav za mojo majkico. Pozdrav za legendo. mamico. Ok, lepo bodi. Ti tudi, mamica, se slišimo. Adio. Čau. Ne, z družino imam pa res super odnos, moram reči. Tako da. To ne bo drugače prav cute stale. Res. Ja, pride jutri brat men, tako se že res veseli. Pa, Če kakšen content boste snemala? ne vem, spontano nek get ready with me, neki, a veš. Kaj boste polkam šla? Ja, jaz sem ga rekla, da ga peljem ven zvečer. Jaz se zabavam Metelkova, sem ne vem, če je to primerno za njega še. Koliko je pa star? Ja, 15, ne? 15. Pa mi smo bili pri 15 že na Metelkovi, ali? Ok, Metelkova it is. Tudi mi smo bili, samo smo pa tudi Joške za čik kazalne. Pa ne sem ena od nas. OG Tu smo fan, OG velikokrat. fan. Ja. I love that about you. Ja, glej, nekje človek mora začeti. Itak. Pokaže Joške za cigaret, na koncu pa za Louboutins. Ali pa za stanovanje, pa ni tako slabo. Kamen na kamen, ne? Nekaj res bravo. Ja. Ne. Glejte, jaz sem bila takrat študentka. Jaz nisem imela za outfit za iti ven, jaz sem kradla outfit. Jaz sem v H&M-u rezala tiste magnete ven, šila pa šla ven. Hotela sem iti vsak teden v novem outfitu v Tiffany in šla sem. In jaz sem takrat ugotovila, jaz moram biti bogata, jaz bom postala bogata. Ok. Jebi ga. Ja. In uspelo ti je. Ja, Ja. you did it. Glavno, Barbie vagina. Ja, Barbie vagina. Kako to, da si se za to odločila? A se ti zdi, da če ne bi imela tega OnlyFansa, pa tega ne bi? Ali bi te vseeno to zanimalo? Pač? Ale, jaz sem, tako kot sem rekla, jaz sem perfekcionist že od nekdaj, mislim, jaz sem gledala to, ni da je bilo zdaj kaj posebej narobe, a ne, malo so bile tako usence, eni imajo celo rajš, da se vidijo usence, ko pa da jih Te sploh notranje, nima. ne? Ko imaš Ja. notranje pa zunanje in polčasih notranje ven gledajo. Ja, kot pa da je sam hamburgerček, ker pri meni je zdaj sam hamburgerček, tako malo so mi še vzeli masti iz kolena, pa dodali, no, da je res tako mladostniško zgleda. Čak, In- Ja, fat transfer from here
2, inside the labia. Zakaj pa so ti vzeli z kolena? Si imela tle največ maščobe na telesu v kolenu. Ne vem. Zanimivo. Ker je nimaš nikjer drugje, to sem hotela reči. Ja. Drugače vzamejo iz trebuha, ne? Ali pa iz kje veš. Ne? Mislim, da bi se mi ne, da mi se brazgotina ne bi A toliko ja, videla, a ja. veš, tako. Žal kar naprej v akcijo, se veš. Okay. In ja, to je bilo to, pa še zoža so je noter. In kako to naredijo, da noter zožejo? To pa jaz ne vem, jaz ne maram teh medicinskih stvari, jaz sam zaspim, pa delite vi. In kakšno je bilo pa okrevanje po tej operaciji? Zajebano? Pa ni bilo to zajebano, sam 14 dni sem, ko sem šla na toaleto, malo je šlo mimo, malo je šlo tam. So joške bolj zajebane? Ma ne, imela sem slabo izkušnjo z joškam, to moram še povedati. Ja, ampak ne, vagina, edin, kar je bilo najtežje, veš, ko ne smeš imeti seksa, pa ne smeš masturbirati. Koliko časa je to? Pol leta. Ne, mislim, da sem samo en teden zdržala. Pa te ni nič bolel? Mislim, sam tako, a veš, ker tudi klitoris... En teden, sorry, čak, en teden po operaciji, taki si ti pol že seksala? Ne seksala. Aha, sam. Hitači. Na zunaj. Ok, to je dober disclaimer. A veš, ker Okay. ne vem, a sem rekla tudi, da ta klitoris, ta hud ti zmanjša. Zakaj? A je pol bolj občutljiv? Ja, pol je bolj Ja. občutljivo, pa lepše. A ti zdaj lažje pride, tako recimo, ko si tudi s Ja. partnerjem? Ja, Ja? full ball. Kaj pa tudi, ko hodiš, zdaj se tako počutiš, kot da se ti skozi malo drgne, kaj je tako odprt, ali ni tako odprt? Ni tako odprt, Okej. lahko bi še dala Razumem, piercing ja. neki noči, bi hotla, ampak meni to malo rečeti. Okay. Sam jaz bi tukaj samo to rekla, da so te operacije, pri tebi so se dobro končale, se pa lahko tudi slabo končajo. Ja, glej, jaz sem šla, ne, ni bilo to zaradi OnlyFansa, ker sem že tako, tu pa tam sem razmišljala o tem. Sem bila pa slučajno v Turčiji, pri nekem res priznanem kirurgu, ko sem že prej delala mal fat transfer, da mi je te moje hip dips, če veste, kaj so hip dips, da mi je tako zmanjšal, pa je imel čas, ko sem se lih s kolegico skregala, pa sem rekla, zakaj ne bi to naredila? Mislim, ni bilo primarno zaradi OnlyFansa, ker jaz sem perfekcionist, ampak moram pa reči, da je bila pa res dobra promocija za OnlyFans. Takrat se jih je ful prijavil, vsi so hoteli videti rezultate, pa kako je bilo prej, pa potem. In kakšni so bili odzivi od ljudi? Mi je bilo tudi tako všeč kot tebi? Ja, večini je bilo všeč, eni so pa bili tako, jaz sem reč malo bolj razdrapano. Ok, whatever. Ja, pojdi neki drugi OnlyFanserki pa. Ja, Pri meni je hamburgerček. Meni se res zdi samo pomembno tle, da ten tak disclaimer, ker te operacije so skozi bolj popularne in skozi več punc misle, da to morajo narediti. Pa jaz sem ful vesela zate in jaz nimam nič proti temu, da si ljudje pač popravljajo stvari, ampak da se zavedaš riskov in pač precenaš pri sebi, a si pripravljen sprejeti vsa tveganja, ki grejo, ker to je taka velika operacija. In imaš pol tudi ženske, ki zgubijo občutek v klitorisu, ker potem neki narobe tam kliknejo, neki čak in pol nimajo več senzacije in to je en od stvari, ki grejo lahko narobe in to je fajn vedeti. A lahko gre to narobe? Ja. Veš kaj, v take operacije se spuščajo tudi punce, ki nimajo denarja. Veš, in pol si kupijo enega pač pocen kirurga. To bo prek 10 jurjev. Ne, ful sem vesela, da je se išlo, ko poznam eno aktivistko. Slabo izkušnjo s prsmi. Sicer jaz kažem, to so najboljši moneymakersi. They paid for themselves, in še obresti. V glavnem, ampak jaz sem prišla iz zadruge, jaz sem celo zadrugo sanjala, kako bi mi jaz imela velike, ker takrat sem imela 350. In tako grem pač k prvemu kirurgu, ki je imel čas, ker sem rekla, ja, zdaj do finala imam še samo en mesec, moram takrat priti, ne. In sem pač zbrala nekega mesarja. Ta mesar je zdaj umrl. Karma, did him, I guess. Ne, ker se je obnašal tudi do mene kot idiot, a ne. Namesto da bi priznal, ok, zajebo sem, ko pa vse je ok, ti sem
maži z bepantenom. Jaz pa luknjo sem imela v joški. Lahko bi dobila sepso. Jaz sem dobesedno tako luknja je bila. Videl se je implant not, vse večja in večja luknja. Ne vem, kako sem to preživela. Hvala ljudem, ko so me rešili. Mislim, da tle takrat v Ljubljani v bolnici res imamo dobre kirurge, pa so me Pol so rešili. ti pa pač oni popravili. Ja, pa so mi pa naredili nek šiv, ki mi ni bil všeč. Pa sem šla delati nove joške, ker one so bile tehnično, tudi niso bile. A veš, jaz sem res perfekcionist, če nista dve identični, pol... Oši, ti bi Pol jih znorela no. z mojimi joškami. Jaz bi si jih sam popravila. Girl, go for it. Ja. Če pa si mogla iti na to premiero po enem mesecu pač Z novimi luknjami joškami? v joškah. Jaz takrat še nisem vedela, ker šive mi je pustil not. A veš, ker šivi se morajo drugače dobiti po 14 dnevih ven. Aj pa tako, ja, da še malo puši en mesec. In že takrat mi je bilo čudno. Mislim, svinja je vedel, kaj se dogaja, da je nekaj narobe. In sej pa sem jaz to za svojo odvetnico rešila, tako da je Sam še vse. plačal. Ja, vse, jaz če bi lahko šla nazaj, doben denar mi ne more, a veš, reč bi imela lepo, kot pa da mi dajo milijon evrov, pa grem še enkrat čez to, res ne pomeni mi to denar. Je z razlogom je imel to hiter frej termin. Ja. Tako da, če imate kakšnega, ki ima takoj termin na voljo, Pa pol veste veste, da kaj, ni v jaz redu. sem še na koncu šla v to lekarsko komoro, ne, ker imaš te kirurge napisane vse. Aha. In sem jaz ugotovila, da je on v bistvu splošni kirurg, da sploh ni plastični kirurg. To je bilo potem. Ampak sem se zajebala, ker takrat sem bila v show biznisu Zvezde Granda in Ceca ga je hvalila, kao Ja. pejte What? njemu. Pa tudi tako, veš, doktori so harizmatični, tako, veš. Je pa če ga ceca priporoči pismo. Ja. Ja, ampak ceca lahko kogarkoli priporoči, kaj se No, sem itak, reče. ja, ampak, a veš, pač ti nisi šla v bistvu pol krhenmu X, ki si ga tam na cesti srečala, ampak Ja, jaz sem videla Ceca, tako uživo mi je deloval, da je siguren na to, kar dela, ampak ja, pa tudi drugi so ga hvalili, so rekli, jaz sem svojo punco poslal tja, vse je bilo super, ampak v glavnem hiter te lahko takole okrog prsta se prenesejo. masakrirajo. Si hočeš še kaj iti dati? Tako, kaj na obrazu, na telesu? Kaj pa mi? Ne, A mi- noč, a mi meni se manjka zdi, da ti prav, če si bi kaj na obrazu spremenila, ne bi bilo v redu. Meni se zdi, da Ne, imaš zdaj ne, ne. popoln obraz. Ampak Hvala. veš, ko oni enkrat Ne, saj včasih obraz- pozabijo. Obraz pri meni je to večinoma sam botox in filerci. Pa še več denarja za to, da sem si raztopila filerje, ker sem imela svoje neke, veš, ko pa malo poludiš, pa si preveč napihneš usta. Ja. To so zdaj skoraj moja usta, to je moj nos, tako da večinoma sem botox, pa malo tu in tam malo filerčka. Tako da srečo sem imela z obrazom, kar pa nimam sreče, imam pa zato kirurge. Ej, drugače, kaj vidiš, ko se pogledaš v gledalo? Tako, recimo, pa, če primerjaš, ko gledaš stare slike sebe. Kaj vidim, ko gledam gledalo? Ja, pač prvo vidim te melone, ki pride 3 metra pred mano, pa še nek lep obraz, lepo punco. Včasih si bila tudi všeč. Recimo v srednji šoli. Ker Ker ti si bila vedno manekenka. lepa ženska. Ja. Nam si bila vedno lepa ženska. Če si bila pa se? Ja, ne veš kaj. Jaz, ko gledam te slike za nazaj, jaz sem sebi sladka. A Ja, veš, ja, uno. ja. To je bila neka mlada punca, ki ni imela pojma o življenju, ki je hotela vse narediti iz življenja. Naredila je napake, naredila je nekaj dobrega in, a veš, mislim, da ta punca, ki bi zdaj gledala od nazaj, zdaj bi bila kar ponosna na mene. Ok, to je dobro, da si zadovoljna tukaj s tem, kar si. Še to me sam zanima. A si ti tako kdaj utrujena od vsega, kar se ti dogaja? Pač jaz, ko sem malo razmišljala, ti skozi gledaš naokrog, skozi pišeš s temi moškimi, Ja, skozi sem v pogonu. utrujena. Sej, a veš, jaz včasih ne odgovarjam po 2 dni tam na OnlyFansu, ko pač spim, pa se mi ne da. Zato, ker jaz sama vodim
jaz za razliko od drugih ne želim nekega online pimpa, da mi vzame 70%, pa me vsili v neki, da delam jaz delam, kar jaz hočem, a ne. In je naporno, ampak sej fajni video, včasih pač ne odgovorim, ker nimam časa, ker potujem. Ampak mislim, da je na kraju več vredno, da ti govoriš z osebo, na katero si prijavljen, kot pa z nekim chaterjem tam iz Filipina. Ja, pa to se mi zdi, da je kar redko dan danes, mislim, da sam odgovarjaš na sporočila. Je redko, zato pa mislim, da dosti ljudi pride meni, ker vidijo to avtentičnost, ne, da sem to jaz, ker jaz tudi vzpostavljam dolgoročen odnos z temi ljudmi, vem imena žen, otrok in tako naprej. Tako da ja, mislim, da to manjka. Če se pa menja tako 24 na profilu, pa noben ne sledi drugemu, pa valjda folk to občuti, a ne? Ja. Kje se vidiš čez 10 let? Kaj si želiš, da bi čez 10 let rekla, da si dosegla? Ali pa da se ti dogaja, ali si želiš biti upokojena, pa... Ali bi še zmeraj delala OnlyFans čez 10 let, ali kaj drugega? Pa glej, sej, ljudje me večinoma poznajo po OnlyFansu, ampak jaz delam dosti drugih stvari. No, pa po zadrugi. Se vidiš, zdaj sem model, medijska osebnost, influencer, delam podcaste, delam streame, reality show sem delala, pač show business v glavnem, to me ne pali in to bom delala, dokler bom lahko, tako kot Madonna za 70. Ajmo 3 facelifta, to je to. Ja. Slavna v glavnem. Slavna na očeh, top. To je pa ChatGPT napisal tole vprašanje. Ajde, da vidimo, konča si se tudi zmot. Ne. Katero vprašanje si ves čas želela, da bi ti ga nekdo postavil na raznih intervjujih, ki si bila, pa ti nikoli nobeni tega vprašal? A je kakšna stvar, o kateri bi si želela govoriti, pa nisi imela priložnosti? Pa glej, mislim, da vse so me več vprašali, ampak ne vem, tako, če bi me vprašali, na kaj si, na primer, najbolj ponosna, ker to niso vse te naslovnice in moji dosežki in moji rekordni pregledi in pare, ki sem jih ustvarila, ampak jaz sem ponosna na to, da sem vse ustvarila sama, da zmeri, ko imam nek padec, zmeri se poberem in grem naprej. Ok, ja. Ful dober. Pa dejansko si iz nič prišla. Si rekla, da si kakor svoj oče, da on je tudi iz v bistvu nič ustvaril veliko. Ja, moj oče je z nič ustvaril vilo in to in... Ti si zdaj ga že prekosila v resnici. Bi bil ponosen na te, ja? Mislim, da bi bil. Ja, on je rekel, če ti ne uspe v modelingu, našli ti bom bogatega moža. Ampak zdaj sem jaz ta bogati mož. Eto! You got it all. Kera je moja najljubša znamka seksi igračk in kondomov? Skin! Zakaj? Zato! Ker so to najboljši kondomi, niso narejeni iz lateksa in lahko uporabljajo jih občutljivi, unika smo alergični na lateks, skratka, bomba, imaš navadne, imaš tanjše, imaš elitne, imaš posamične, imaš rabbit vibratorje, različne igračke za vse okuse, drugi power flower. V glavnem na pitchpop.si dobiš vse izdelke od Skin, uporabiš pa lahko na koncu kodo med nama 10, če hočeš še kaj prešparati in tu je tu. Prejem pa či zaključimo, imamo pa še eno igrico, ki se jo igramo vedno z vsakim gostom in sicer Never Have I Ever. Volim igrice. Sigurno si se že igrala Never Have I Ever. Nikoli nisem. Pa ti si v Londonu živela, valjda ste se to kdaj igrali na kakšnih pivskih? Veš kaj, jaz pivske igrice ne maram, jaz volim samo da pijem, da ne razmišljam. Ok, ti bomo razložili pravila, nič težkega ni. Jaz sem tukaj naštimanih 7 trditev, ki se vse začnejo z nikoli nisem. Če si to stvar že, daš prst dol. In tista, ki da največ prstov dol, gre v zapor zaporedne. Lahko imaš takole roko, pa ko ti zmanjka na eni, greš na drugo. Tako da smo pripravljeni. Bom še enkrat povedala pri prvemu, ampak se mislim, da ti bo jasno. Čakaj, če sem to naredila, dam prst dol. Tako je.
Nikoli nisem fantazirala o starših svojega partnerja. Tako da, če si daš prst dol. Sara je dala prst dol, ker je že fantazirala o starših svojega partnerja. Ups. A to si zaspomnila? Zakaj ups? Ti je žal. Žal, da ni prišlo do tega. A si kaj flirtala z njimi? Ne, nismo se tako poznali. Videla sem po slikah, pa sem rekla, kdaj mi boš predstavil oči. Ja. Pa mislim, da je on to malo skonto, tako kot sem jaz mislila, pa je zato malo se izogibal. Okay. Pa to smo že imeli to vprašanje. Ti dala takrat že prst dol. Ja, če sem fantazirala, ja, je bilo pa še eno vprašanje, če sem flirtala, nisem nikoli. Sem pa fantazirala o očetih od svojih fantov. Jaz pa bi enega očeta pa sina naenkrat. A ni to hot? Meni je to zelo kontroverzno, ampak če smo že tam, se je meni vedno zdelo, da bi dvojčka, recimo. Tako da tu je pa tudi podobno. Čak, Jan? Žan. Ne, teh dvojčkov, tu sta pa, njiju pa glih ne bi specifično. Ne, Jan ima krivo zobo, ne bomo njega, on nima okusa za žene. Gremo naprej. Kaj je naslednje? Nikoli nisem odkrito flirtala z bratom ali pa sestro od partnerja. Sara, od mojega zglavja jaz tudi nisem. To, da sem ga Osvojila, dodala na pofafala? Instagram. Jaz s kakšnim namenom si ga dodala? Verjetno ne samo zato, da boš spremljala, kaj da na storije. Ne, ampak mi ni sprejel, ker mislim, da moj brat, pač moj fant, to zabrano. Jaz mislim, da daš tle lahko prst dol. Se kar Okay. šteje. Pač, ker Ampak da je bil nekoga- dober brat. No, vidiš, in ti si ga zafollovala z namenom, da pač če bo. Ja, valjda. To je flirt. Pol je bil pa še ta moj tip tok ljubosumen, da je celo blokiral me z bratovega profila. Pa zamisli to. Če zdaj si verjetno sklepam, glede na to, kaj si počela prejšnjo noč, samska, ali? Čeprav si pa tudi rekla, da varaš vedno. A si v zvezi zdajle? Glej, jaz kažem, dokler nisi poročen, nisi v zvezi. Lahko jih Okej. imaš več. Koliko jih pa imaš? Čaka, sponzorjev, ali švalerjev, ali paypigov, ker to se kar nabere. Ja, ker po vrsti pejt, ne vem zdaj. Kaj tukaj je, da moraš prav parcelirati po različnih kategorijah? Ja. Pač imam nekega švalerja, nabitega, istetoviranega, visokega, dobro urodje, ki ga kličem, da pride, da me A on je v odradi, Beogradu? kako treba. Okay. Iz Beograda je on? Ja. Aha. Oni, v glavnem. Vse so v vrstnem redu, če ta nima časa, pa pride tja. Po velikosti penisa so v vrstnem redu razdeljeni. Pač po Ali po- celi energiji. A on je Ja. number one, ta tetoviran. Ja, on je moj faves. Okay. To je roster, se temu reče, ne? Ja, Ali je to? ima svoj roster, pol je roster sponzorjev, ti se menjajo, kakor pač pride eno potovanje tu, tam, večerica, drugo, trečjo. Paypek pa, ko bo imel Jurija 600, Za nakazati. za unblocking fee. A se potem ti tudi s temi ljudmi na OnlyFansu, ki ti pišejo, dobiš v živo? Pa zdaj sem malo še. Ampak tako, recimo, če se nekdo želi dobiti s tabo, je to tudi opcija za ta prav denar? Jaz ne delam za denar, jaz ne delam na uro, jaz nimam svojega menija, jaz nisem prostitutka. Sem pa sponzorša, volim darila, da mi nekdo da neki, valjda to jaz pričakujem, naprimer tako, ko mož kupi ženi pralni stroj, meni pač kupijo lobotinke, a ne? In jaz to rečem, jaz dejtam izključno bogate moškarce, ker jaz lepo sama živim. Jaz si lahko te stvari sama privoščim. Zakaj bi, če sem z moškim, pa mi ne more nič privoščiti? Jaz bi šla na slabše, a ne? Jo, res je. Še njemu bi Tako da- mogla dajati, pa mu Ja. ga financirati. Ja, never again. Nikoli nisem obsedeno stokala bivšega. Ne vem, kaj je zdaj obsedeno, za vsak ima svojo definicijo, ampak ja. Imam se enega bivšega, pa ima zaprt profil, tako da Tako da žal ne. nisem mogla nič videti, tako da no obsessive stalking.
Ja, za me, kaj je bivši, briga me. Tako da. Noč ne greš pogledati vsake tok časa, jaz grem še zmer malo kdaj pogledati, pa magari so že 10 let bivši, mene zanima. Mene privat je, ampak mi lajka slike na WhatsAppu, tako da on bi bil kadarkoli za. Ampak girl, that ship has sailed. Nikoli nisem flirtala z osebo, ki je všeč mojemu najboljšemu prijatelju. Kaj so ti pomembnejša, prijateljstva ali nek flirt? Jaz bi rekel v prvi vrsti prijateljstvo, ampak imam to res eno zelo neprijetno izkušnjo. Kolegica se je želela nekega fanta. Temu fantu sem jaz očitno bila všeč in je bolj na mene davalo, ampak sem jih jaz združila. Jaz sem rekla, lej, bote skupaj sladki ste, a veš, ono drugo, tretjo. To je bil v bistvu tak, sem seksala v sobi od njegove sestre, nima veze. In smo imeli enkrat house party, ne vem, nekaj smo se porivala tam in mene je kolegica obtožila, da jaz flirtam z njim, kar ni bil moj namen. Tako da enkrat je prišlo do pretepa. One so se vedle so, kje bom in so se zorganizirale in šle 3 na mene in mi razbile flašo na glavi, ker sem jaz kao flirtala z enim tipom. Čeprav mene ta tip ni zanimal. Jaz lahko imam, kjer ga hočem. Kaj mi bo ta tip? Iskreno. Ja. Ampak potem enkrat sem se pa nalazažvala z njim. Glej, če se mi je že dobila, pa bom vse ti pokazala. Pač ja. Saj je bilo I support. upravičeno, neupravičeno ni bilo, ampak si... Vse je hotel veš več, kaj. ampak to je bilo za mene dost. I needed my revenge arc and that was enough for it. Ja, mislim, da s tabo se ni glih križati tako v slabem, tako da, okej. Je noč, Čakaj, sem vam to podaš lahko prst dol mogoče, tako, ja. Pa tle bi lahko skoraj dala to, ne vem, nikoli se nisem lupčkala z nekom, da nekoga drugega naredim ljubosumnega. Po mojem daš lahko tle prst dol, ker pač si bila jezna in si bila tako. Ja. Jaz sem že odgovorila, preden je sploh prišel vprašanje. Si ti kdaj? Ne, to mi pa malo gabno, z nekim gnusnežem, da se bom lupčkala, da boš Pa ti ni nujno, da je ljubosumna. Kaj pač, ja, Gnusno. lahko bi bil pa ful simpatičen. Ja, pa bi se pa z njim lupčkala, zato ker je simpatičen, ne zato ker bi hotela, da je ljubosumna. Ja, to je ne. res. Ja. Okej. Ja, nimaš takih izkušenj, da te bojo preteple 3 ženske. Pa Ne, ti ne, žele. to pa res ne. Tako da, to... Ja. Nikoli se nisem Res. Nikoli se nisem drogirala, samo zato, da vidim, kako je seksati na določeni drogi. No, samo zato se nismo. Ma jaz sem se drugirala samo zato. Dala, da kar przdo. Se bi to vprašala, na kjer je najboljša, ampak kraj ne bom, da Veš, močno delati reklame. ne, lahko, glej, ni problema. Naprimer, Pedri imajo radi ta, a veš, ono, ko se Poppers pa GHB, ki jih tako, jaz to ne maram. Jaz sem rada, da sem v kontroli, zato je meni Coke najboljši. Najbolj sem poredna, živahna, dominantna, medtem ko MDMA in Molly, to te pa ne veš tako, kot hočeš objeti cel svet. O moj pa bog, jaz si tako. tebe sploh ne predstavljam, kakšna si bi bila ti na ekstaziju. Se spremeniš v tako... Nisi več dominantna. Maca sem, takrat sem maca, ja. okej. Kaj drugega pa ne vem, če sem probala, a je še kaj? Pa si že vse glavne naštela. Pa se kakšne mi zdi, gobe ja. imaš še pa te Ja. stvari, ko Gobice ljudje sem pa enkrat seksajo. po nesreči vzela. To je bilo vsi s tem Amerikancem. A ni bil on proti drogam? Ne, z njim smo vzemali te ekstazije. Kva? Mislim, to jaz ne bi smela govoriti, ker sem podpisala NDA, ampak je verjetno že potekel, koga briga, si ne razume slovensko. Ja, tako. Pa tudi zasluži si, da malo razkrijemo o njem. In jaz sem ostala v njegovi vili v Mehiki. On je šel pa nekje je mogel v Ameriki zaključiti neke posle. In jaz tako, on je imel tako v svoji spalnici, master bedroom, je imel tako mali hladilnik. In si rekel, čokoladice, bombonjerica. In jaz tako vzamem eno, vidim
Okus je nek čuden, to mora biti res neka fancy čokolada, tako sem jo pospravila. Še dober. In tako jaz čez pol ure migajo mi tam zavese, Jaz se gledam tam v ogledalo, zenice take, tako kot da hodim po oblakih. Ne vem, kaj se z mano dogaja. Jaz nisem vedela, da je to droga. In kličem njegovega pomočnika, da mi pomaga, ker jaz nekaj časa mislila, da je mene hudič obsedel. Sem mislila, da je mene hudič obsedel. In tudi takrat je bila neka kao polna luna, mislila sem, da luna deluje na mene. Pojma nisem imela. Ful je scary. Zato pa jaz sem sam za aperje, a veš, Ker downerji mene travajo, me že večkrat Teh spravljajo stvari tako anksiozno in depresijo, tako da jaz res nisem za Kaj pa to. pomirjevala, pa opijati, tu pa tudi ne. Ali ja? A Xanax? Ja. Ali pa pač protibolečinske. Ali pa karkoli. Protibolečinske, to vsaki dan, mislim, to ništa, bromaze pa, če imaš neki panični napad, pa to, ne. Probam se izogibati tega, ker ima pač dolgoročne posledice na to, ampak včasih pač nimaš druge, pač moraš vzeti, a ne. Pa te, zdaj ne vem, koliko pogosto ta kokain jemlješ, ampak te nič ne skrbi, da ti bo, a veš, kaj ni pol nos razpade pa to. Veš kaj, jaz bom iskrena, jaz ne morem več toliko žurkati, kakor sem. Jaz sem dala skozi po 3 dana partija, veš, tako. Moje telo ni več pa tudi jaz si ne želim, imam druge prioritete, mene čaka biznis, a veš, jaz moram nekaj odraditi. Mogoče probam pa rečem, zdaj pa moram iti v 5, 6 zjutraj, 7, danes 8 posluto. Ampak ja, ne, tako 3 dni, nikoli več. Dobro, ampak kaj pa, je enkrat na teden, a je manjka enkrat na teden? Pa manjka, enkrat na mesec mogoče. Okay. Kaj sem si predstavljala, da to je tako zate vsak dan, vsak drug dan, pač party. Pa kje bi jaz uspela toliko Ne vem, narediti? ne vem, saj to. Glej, a veš tako, folk mi piše narkomanka, kokainska, medtem ko jaz v enem mesecu, jaz sem v 5 državah, odgovarjam na OnlyFansu, naredim fashion editorial, posnemam ne vem koliko kontenta za Instagram, grem na stream, grem na podcast, pa kdo, ko žurka 3 dni, 4-krat na mesec bi to otegnil. Je čeprav zate, ko greš na stream, isto, kot da bi šla na žurko, kar se tega tiče, ali? Ma ne, lahko bi se malo bolj upustila. To je still work. Work and fun. It's a fun work. It's a fun Zato work. pa uživam v tem, kar delam, a veš. Zato pa se rekla show business forever. To se pravi, ni skrbi, da ti bo nos razpadel. Ne, Po mojem to res ekstremnih primerih razpada. Ne vem, Ja, no. ampak jaz sem eno na TikToku zdaj gledala, ki je pač Ma, nos imam razpadel. kolege, in da Jaz so- poznam super. samo enega človeka, ki ima v hrustancu tle lukno. Tako v tem tam mejhno. Človek ali žensko? Moškega. A jaz pa Enega žensko, moškega. ne bomo imenih, ampak... Samo on je res full vleko, ne? Tako leta in leta non-stop vsak dan. Ne, jaz res nimam niti časa več biti sponzor, veš, ko sem si dala toliko vseh teh projektov, pa tudi ne paše mi. Res mi ne paše. Fair enough. No, zdaj imamo pa še zadnjega. In sicer, nikoli nisem imel občutka, da bi se partner lahko bolj potrudil v postelji. Čak, koliko imam jaz prstov dol? Ne vem, koliko je. Po mojem, da moramo Vse! zdaj vse dol, se točno to sem hotel Ja, reči. lahko bi se partnerji bolj potrudili v posteli. Ampak jaz, Kdaj je bil jaz nazadnje kakšen nimam... tak? Ne, Ne, hecam se, znači ne daš odgovoriti na to. Prosti. ampak jaz nimam problema, da jih usmerjam, pa da jim kažem, kaj delajo. Ja, če sprejmejo navodila, ne? Pa morajo, Ja. če ne pa Kaj? tamo Vrata. izlaz tam. Ne, res, jaz Hudo. povem, kako mi paše, deli to, del maj bolj hitrej, kaj imaš to lesene prste, hitrej, močnej. A veš, Kaj imaš pač to klesene nisem prste? jaz za to, da oni In kaj, če se končajo. joka začne? To me še bolj pali. Ja? Vse kdaj joka začne? Pa je bilo že blizu tega, ja. Ampak pol kar Meni ne, pač ti je recimo to v redu. meni to recimo ni všeč, da se joka začne. Enkrat se en joka začne, jaz sem bila tako, jaz ne vem. kaj. Imam pa eno čudno izkušnjo, bivši, ki je tako pač od tega GHB, on je zmeril navado, da preveč vzame. A ne?
in pač takrat si koma, takrat si mrtev. Jaz pa znam se obvladati, jaz znam svojo mejo. In tako zmeraj sem šla na njegov telefon, geslo je bil njegov rojsten dan, kjera budala. Kukor od vsakega človeka. Od mene ne. Od mene, ja. Od mene ne. Zdaj bom spremenila, ko grem domov, bom Spremeni to takoj! No, glavno, on se tam nadrogira. Mislim, jaz tudi nisem bila trezna, zato sem za svojim telefonom snemala vse ono, veš, čase sem šla, history, zdaj, this is a tutorial, actually, take this as a tutorial. Pa če snemaš, gre vse, a ne, ker itak si ne zapomneš tega. Pa počasi, ko si trezen, greš, ko vse to. Sem res. Ampak enkrat sem videla, ko je bil pijan, da je medtem, ko smo bila pijan in na drugi ran. Medtem, ko smo bila skupaj, je pisal neki transici in on tam spi na drugi ran. Jaz vzamem ta železna, veš, bič in ga po glavi, kri se mu pocedi, še enkrat po rami, kri se mu pocedi, šta je bebo, še enkrat po drugi strani. Pa zaslužil si, ja. Ne moraš kar zraven mene neki ženski pisati, lepo te prosim. Ampak kaj je bilo najbolj smešno na koncu? Njega je to napalil. On je cel krvav hotel seksati z mano. A ti pa nisi hotela? Itak. Jaz sem bila pa tako, honey, let's get you to the hospital, kjer je seveda rekel, kao padel sem po stopnicah. Seveda. Jaz se pa tam smim. A ti si bila tako, on bi seksal, ti si bila tako, mogoče ne, mogoče grejo najprej v balanco. Koliko ste ti prijazna, lej? Ja, lej, hočem ga še naprej mučiti, brez da ga ubijem. Ja. Ne bi How bilo kind vedno of zaradi me. tega moškega v zapori, lej, tako. Če smo čisto iskreni. Pa se ne greš v zapor, če ti je dovolj. Če nekoga ubiješ, A ja, če nekoga če ubiješ, nekoga pa greš, ubiješ, tudi pač če ti da bi, dovolj. zdaj ne, Ja, bi bilo malo lej, brez veze. on se je palil na to, da ga jaz vežem, pa lulam, pa ne vem kaj še vse. Lahko bi rekli, sem del igre, se kako bi pa on dokazal, da ni bil del igre. Pač. A bi bila lahko z To moškim? je bil del igre, če slučajno gledaš. Ja. A bi bila lahko z moškim, ki je bolj dominanten od tebe? Te to sploh privlači? Mislim, da me je to bolj v mladosti privlačilo. Takrat, ko sem se še iskala, ne, ko so bile te moje bolj daddy issues, ne, in sem mislila, da zdaj pa ne maram, zdaj pa želim, da je vse po mojem. Kako meni paše, tako da ja. Mislim, malo mi paše mogoče, da me tako malo za vrat prime, to mi je hot. Ampak da me tam neki šamari, to pa ne. To pa ne moreš te aristokratske polti šamariti. Ja, pa tebi se zih vse pozna, če te nekdo. Takoj. Tako da, Je to čer od še poritke ima. Ne bomo v tem. ok, jaz bi z veseljem tole nadaljevala še 3 ure, ampak nažalost imamo časovne omejitve, tako da, Denis, v zapor te moramo še dati, a mi vržeš tam le, a boš ti, a te lahko uklenemo? Ja, kaj Idej, da sploh ne. sprašujem, se zdi, da njo ni treba A vprašati. bi jo ti uklenila? Ne, ti jo daj. Oh my god. Da smo pa vse videli. Drugače sem jaz medtem pa tista, lahko ki veš- vklepam, ampak ne bo, ker si punca. Daj, je Hvala. mikrofon na usta, da Medtem ti mi pove. je zdala mikrofon in lahko poveš, kje te ljudje najdejo, pa vse to. Okay. Najdete me na Instagramu Denise Dame OFFICIL, ne oficial, nego oficial, ker so me zbrišali že 2-krat. Tako da ja, tam najdete vse linke, vse kar vam treba, tako da zapratite me na instagram.com, pošiljnica Denise Dame OFFICIL. Like Le François, like Denise, like my name. Najlepša ti hvala, da si si vzela čas, da si prišla sem. Jaz sem neizmerno uživala Jaz tudi. in upam, da se kdaj še kje vidimo. Jaz tudi. Hvala, da ste me povabile. Ti imaš že 3 mikrofone.
Joj, zdaj je malo težko s temi lisica. Jaz nisem navajena imeti lisice, A jaz sem ja? tista, ki jih daja, drugač. Boš ti edino v zaporu brez lisice. Ok, ja, in mama, hvala za ta peach pop poklon. ko Ej, bo tu prišel- imaš, tu sem ti pozabila, tu je še neka škatla za not, ampak da jo ne vem zdaj, kako boš to naredila, kar češ zdaj. Po moje, da ne. Hvala, ker ste bili z nami in se vidimo. Bye! Vidimo!